Torej še enkrat, spoštovani, začenja se prvo večerovo soočenje županskih kandidatk in kandidatov pred letošnjimi lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra, morebitni drugi krog pa 2. decembra. Volilna tekma v Mariboru letos izstopa tudi po tem, da se za županski položaj poteguje rekordnih 18 kandidatov. Nocoj bomo skladno z javno objavljeno uredniško politiko pred uradnim začetkom kampanje soočili kandidatke in kandidate, ki so se po večerovi javnomnenjski raziskavi uvrstili v prvo polovico. Z nami so tako Franc Kangler, ki po naši raziskavi z dobrimi 28% vodi. Dobro večer. Saša Arsenovič, ki je po raziskavi na drugem mestu z 20,7%. Dober večer. Lidija Divjak-Mirnik, ki je tretja s 5,6%. Na četrtem mestu je Zdravko Luketič, ki ga nocoj zaradi obveznosti v tujini ni za nami. Dr. Andrej Fištravec je po naši raziskavi s 5,1% podpore na 5. mestu. Dober večer. Dober večer. Na 6. je Alenka Iskra. Na 7. Vlado Šega. Na 8. Igor Domanko in na 9. Melita Petelin. Dober večer. Dober večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni tudi prisotni v dvorani in bralci večera, ki nas spremljate v neposrednem prenosu na Večerovi spletni strani in na BKTV. Spoštovane kandidatke in kandidati, naš cilj nocoj bo, da volivci spoznajo vaše koncepte za nadaljni razvoj mesta in da vas spoznajo tudi kot osebnosti. Začnimo pa z nekaj razčiščevanji z nekaterimi izmed vas, z jasnimi odgovori, ki jih do tega trenutka še dolgujete volivcem. Gospod Kangler, velikokrat radi poudarite, da ste velik borec za Maribor. V tem smislu je bila za koga lahko vaša prva kadrovska odločitev tudi presenečenja. Vaš podžupan bo, če boste izvoljeni, Viljem Pozeb, nekdanji direktor Dravskih elektrarn, ki pa se javno nikoli ni odločno postavil za to, da milijonski dobički iz Dem zaradi Teša ne bi odhajali v Ljubljano, pač pa bi ostajali v Mariboru in regiji, kjer bi jih krvavo potrebovali. Kako to komentirate? To komentiram čisto preprosto. Gospod magister Viljem Pozeb je dolgoletni direktor. Sveda žalostno je, v preteklosti smo se mariborski poslanci Rudolf Magej, Kangler, Franc, tudi gospod Jarovšek borili, da Dravske elektrarne Maribor ne bi šle v hidroholding oziroma holding slovenskih elektrarn. Politika slovenska, ki še danes hrepeni po centralizmu, to, kar lahko tudi tukaj vsi potrdijo, je pač bila takšna, da so izčrpavali naša slovenska podjetja na območju Maribora. In eno izmed takšnih podjetij je prav gotovo tudi Dravske elektrarne, vendar velikokrat Viljem Pozeb ni samo sledil lastnikov tej državi. Kar vprašajte tista gasilska društva, nogometni klub in vsa ostala društva, ki kakorkoli delujejo na območju, kjer so postavljene slovenske elektrarne mariborskega podjetja Dravskih elektrarn, koliko je po zaslugi magistra Viljema Pozeba bilo doniranih sredstev v različne namene. Vlagal je, res pa je, da smo mi pričakovali več in prav bi bilo, kdorkoli bo izvoljen za župana, kakršnokoli imamo vlado Republike Slovenije, da to vrnemo nazaj mesto oziroma tej regiji, kamor tudi spada. Gospod Fištravec, vidim, da imate že prvo repliko. Ja, prvič ne gre za nekaj milijonov, ampak gre za več kot milijardo evrov. To pomeni, da Drava več ne teče skozi Maribor, kot si mislimo, ampak teče po celi Sloveniji. Drugič pa, gospod Pozeb, njemu je pač uspelo, da je 80% sponzorstva pa donacij odšlo iz Maribora, s tem pa, da se o sponzorstvih in donacijah sploh več ni odločilo v Mariboru, ampak vse v Ljubljani. Ker v Ljubljana je vse popapala. Gospod Kangler, kratek odgovor na repliko. Seveda, tu se seveda strinjam, da je Ljubljana se popapala, vendar, ko sem bil jaz župan, je Viljem Pozeb zagotovil skozi nadzorni svet takrat 3 milijone evrov za ureditev bližine reke Drave, vključno z projektom Brvi, kjer smo dobili 2 milijona 400 evrov iz evropskih sredstev, da bi to bližino reke Drave in Brd tudi uredili. Vendar do danes tega ni bilo storjeno. Kdo bo poleg gospoda Pozeba še v vaši ožji ekipi, če boste župan,
In morda imate že ime novega direktorja mestne uprave? Veste, s tem se trenutno ne ukvarjam, kdo bo direktor nove občinske uprave. V tem danem trenutku so bolj pomembni ljudje in projekti in vsebina in vizija prihodnosti mesta Maribor. Dobro. Veliko je ljudi, če mi dovolite, veliko je ljudi, ki je sposobnih opravljati tudi to funkcijo znotraj občinske uprave. Rad bi pa poudaril, da sem javno tudi povedal in tudi danes povem, če bom zvoljen za župana, bom imel 3 podžupane. In prav gotovo en izmed teh bo gospodarstvenik Viljem Pozeb, ker imam odnos do mariborskega gospodarstva, 2 pa verjetno bom iskal tam, kjer bom zagotovil večino v mestnem svetu. Okay. Vašo kandidaturo poleg vaše stranke NLS podpirajo še SLS, SNS in SDS. Izvršilni odbor mestne SDS je sicer bil proti, na koncu pa je prevladala odločitev predsednika te stranke. Če pa se spomnimo za nazaj, ko ste bili župan, ste s tedanjim notranjim ministrom Dragotinom Matejem v Mariboru ponosno odprli integracijsko hišo. Danes pa je odnos te stranke do migracij zelo oster. Ga delite z njimi tudi vi? Seveda ga delim, samo takrat ni šlo za te migrante, ki želijo nasilno urejati naše notranje odnose. Takrat je šlo za migrante iz Bosne in Hercegovine, ki so bili dobrodošli in ti migranti so tudi bili veseli, da so v Mariboru in v Sloveniji bili sprejeti tako, kot se za eno evropsko državo spodobi. Če pa vi mislite, ali pa kdorkoli misli v tej državi, da lahko nekdo na silo ilegalno prehaja preko slovenske meje, ki je meja, šengenska meja znotraj Evropske unije, potem je to njegove mnenje. Novih migrantov ne boste sprejemali, če boste župani. Nimam nič proti, če mi dovolite. No, nimam nič proti tistim migrantom, ki nujno potrebujejo pomoč. To so ženske, otroci, starejši gospodje, ki so kakorkoli prizadeti iz vojnega območja. Kdo pa so ti migranti danes? V Siriji je mir. Gremo naprej. Gremo na kratko še v preteklost. Česa ste se v zadnjih 6 letih po vašem odstopu pod težo vstaj in potem, ko so domala vsi sodni postopki zoper vas padli, naučili? Kako boste ravno zaradi izkušenj, ki ste si jih nabrali v teh letih, občino vodili drugače kot prvič, če boste župan? Kar veliko modrosti sem pridobil s tem in z mojo potjo, ki je bila pač takšna, kakršnakoli je bila. Želim pa z mojim srcem delati za mesto Maribor. Pa vendar, kratka rekapitulacija vašega županovanja je vsaj za en del Maribora ostala strnjena v stavku, postopki so padli, spomin na preteklost pa je ostal in to je, da je Maribor v času vašega županovanja doživel enega najbolj dramatičnih trenutkov v svoji zgodovini. In tudi s tem vas najbrž čaka soočenje na volitvah. Ocenjujete, tu vas sprašujem po vašem mnenju, da lahko na koncu prav ta spomin ljudi odloči o tem, ali vam bo uspelo še enkrat zasesti županski stolček? Veste, gospod spoštovani novinar, tudi po vaši zaslugi. Mi dobro vemo, kdo je prvi poročal o nekaterih ukrepih strani policije. Vi dobro veste, da se je na mene spravilo 150 kriminalistov v policijo zaradi ene ptičje hišice. Se vam zdi to normalno, v kakšni družbi živimo? A je res? Nismo odrekali pravice do vašega mnenja, imeli smo seveda svoje argumente za naše poročanje, ki smo jih pojasnili, celo soočali smo se seveda že na te teme in to nam pač dovolite. Gremo naprej. Mi dovolite, da... Če boste kratki, zelo kratki. Seveda bom kratki, zmerno sem pri vas bil kratki. Glejte, se vam zdi to normalno, da se nekdo v tej državi ukvarja z mojim traktorjem 38 let starim, na drugi strani pa imamo milijardo opranega denarja, pa se niče s tem ne ukvarja. Te teme smo že nič koliko krat obdelali. To pa nočete slišati. Gospod Arsenovič, hvala lepa. Tudi z vami je treba razčistiti nekaj stvari. Prvič, se strinjate, da mora biti župan odločna oseba? Vsekakor, ampak tudi povezovalna. Zakaj ste se potem vi tako neodločno odločali o županski kandidaturi? Tako dolgo, da niti vaša partnerka 2 tedna pred rokom za vložitev kandidatur še ni vedela, da boste kandidirali in je dala svoj glas podpore kandidaturi Andreju Fiščancu. Odločitev je zvorela dolgo. In na dan, ko je moja partnerka dala podpis te odločitve, da bom kandidiral za župana, še ni bilo. Ko sem pa videl, da obstaja samo še stara ali prastara pot, sem se odločil, da gremo na novo pot. To je bilo tega. Drugo vprašanje pa je bilo?
Formalno ste županski kandidat SMC, ampak pogosto poudarjate te dni, da niste član te stranke, da vašo kandidaturo podpira Iniciativa za Maribor, pa zbirali ste podpise za vložitev svoje liste. Zelo jasno nas nocoj zanima slišati vaše mnenje o stranki SMC. Se identificirate s to stranko in če da, v čem? Torej, moja stranka so Mariborčani in Maribor in Mariborčanke. Verjetno ste mnogi med vami volili stranka SMC, ker je na državno-zborskih volitvah dobila drugo največje število vaših glasov. Kar se pa tiče moje opredeljenosti, smo temperaturo v mestu preverili v rekordnem času, v 4 dneh smo zbrali in za župansko kandidaturo in za listo 1400 podpisov. To mislim, da ni uspelo še nikomor. In imamo svojo neodvisno, nestrankarsko listo Arsenovič za Maribor, ki mi daje moč, ki mi daje znanje, ki mi daje support. In zato, ker ne želim postavljati meje na Trojanah in želim povezovati, in ker so naši cilji bistveno večji, kot je mariborski proračun, ki je precej prazen, a ne da, bi se rad povezal z vlado. Živimo v eni državi in od vlade pričakujem, da nam bo pri tem pomagala. In me je kandidirala stranka Modernega centra in tega sem vesel. In vesel sem tudi vsakršne druge podpore drugih strank in drugih volivcev, ker Maribor je samo eden, ne glede na strankarsko pripadnost. Kar se vaših kandidatur tiče, še vedno teče postopek Bojana Požarja, ki jim ugovarja zdaj že na ustavnem sodišču. Vaš komentar? Kaj si kdo misli o Bojanu Požarju, verjetno ne rabim na glas povedati, ne? Vidite, da lahko poveste, karkoli hočete. Mi nismo ničesar z ničemer pogojevali. Njegov ugovor je padel tako na volilni komisiji, kot je izgubil oba upravna spora. Kar se pa tiče njegovega rojstnega kraja Maribora, pa je sramota, da je on se boril tudi proti Magni in proti vsem temu milijardnemu vrošku, ki je dovolj blizu Maribora, da ga lahko obravnamo, da je to bilo dobro za Štajersko. Gospod Kangler, nekaj ste želeli dodati? In gospod Domanko, lahko dam prednost gospodu Domanku, ki prihaja iz liste gospoda Bojana Požarja. Prej sem se prijavil. Drži, pa vendarle je iz liste. Gospod Domanko, izvolite. Ja, Bojan Požar je kandidat na moji listi. Mene ni sram povedati, da je Bojan Požar moj dober prijatelj, tako kot je Sašo to nerodno povedati, da je kandidat SMC-a. Nerodno sem povedal svoje. In se čudim, da ga recimo govori take stvari o Bojanu, ki ga danes ni tukaj. Ja, veste, zelo je žalostno, ko imamo med sabo kandidata, ki se odloči, vse gospod Arsenovič, vas mislim, ki se odloči, da gre na stranko kandidirati za to, ker je odvisno od tisto peščice ministrov SMC-a. SMC ne tvori vlade sam, kar veliko več je ministrov, tudi drugih strank. Če pa želiš biti župan Maribora, pa moraš imeti dobre odnose tako z opozicijo, kot tudi s koalicijo. Še gospod Pištravec. Ja, zdaj, če gospod Sašo Arsenovič, kandidat SMC-a, misli, da bo gospodarski minister, ki prihaja iz vrst SMC-a, pomagal Mariboru, se zelo moti. Gospod minister je imel 2 veliki priložnosti. IBM je želel priti Maribor, Eon Reality je želel priti Maribor, pa so na njegovem ministrstvu jim razlagali o lepotah Slovenije. In so odšli. Eni so odšli na Hrvaško, drugi so odšli na Madžarsko. Tako pomaga SMC Mariboru. In ne samo to. Ja, 2-krat so nam hoteli v 4 letih vzeti denar za Dravo. Še tisto edino, kar dobimo. Gospod Arsenovič, replike na gospoda Kanglerja in gospoda Pištravca. Se ne, da bi jaz hotel biti odvetnik vlade ali pa SMC, ker jaz nisem član SMC, sem pa vesel njihove podpore in da so me kandidirali za župana in mislim, da bomo naredili v tej kombinaciji neodvisna lista Arsenovič za Maribor in stranka SMC v Ljubljani, ki bo tudi nas povezovala do kohezijskih evropskih sredstev, dobra zgodba. Zato verjamem, zato tukaj stojim. Še bomo se imeli priložnost soočati v nadaljevanju. Gospod Arsenovič, še to. Če boste župan, boste ostali lastnik galerije Gosposka.
Kako boste odločali kot župan, ko bo šlo za projekte, pri katerih imate tudi vi lahko koristi kot lastnik? Denimo Koroška cesta, Lent, Vojašniški trg, ki so že odobreni, a jih bodoči župan vendarle lahko pomembno usmerja. V javnem interesu je to luči vedeti tudi, kolikšna je zadolženost vaših podjetij. Tega niste še nikjer javno povedali. In s čim se lahko nocoj zavežete, da se boste morebitnim konfliktom interesov izognili? Torej najprej glede konflikta interesov. Te teze ne priznavam, zavedam se, da mi boste tako danes, pričakujem, evo, rokice že letijo, kot vsa 4 leta to poskušali očitati, me poskušali diskreditirati, ampak moji objekti stojijo. Moji objekti niso prazne jame, luknje na cestah, to so hiše, ki so bile sramota za naše mesto, ki imajo danes svoje vsebine, ki zaposlujejo ljudi in ki živijo. In zato sem vzel kredit, tako kot ga je verjetno vzel marsikdo od vas za svojo hišo ali za avto. Koliko znašajo dolgovi? Ste lahko eksplicitni? Koliko znašajo dolgovi vaših podjetij? Ste lahko eksplicitni? No, žal mi je, da ta raziskovalni, tako imenovani novinar ne pozna bilanc toliko, da bi jih znal prebrati. Namreč naše podjetje ima, katerega lastnik bom seveda ostal, ne bom ga pa več upravljal, da še to rešimo, ne tistih nekih 8 milijonov, ampak samo 3,5 milijone obveznosti pri nepremičninah vrednih 15 milijonov, pri visokem kapitalu in pri obljubi banke, da imam še kreditno sposobnost 3,5 milijona, ki je bila in je že, ta sredstva so že bila odobrena za razvoj Žičkega dvora, tudi ena izmed sramot, ki sem jo kupil, pa sta vidva gledala ves svoj čas, ampak sem si premislil, torej, vpisana je hipoteka, maksimalna hipoteka 5 milijonov, od česar je koriščenih samo 900 000 evrov. In to je še samo moj kreditni potencial. To je vse. Hvala lepa. Še mogoče to, vse obveznosti, do dobaviteljev, do države, do mesta, do zaposlenih in do bank na sekundo. Nijam nobenih dolgov. Gospa Lidija Divjak Mirnik, že veste, kdo vam je na avtomobilu prerezal gume in nanj obesil lutko z vašo fotografijo? Vprašali ste me, če vem? Ja. Ne vem, žal. Še ne veste. Ste pa najmanj 2-krat javno rekli, da se v Mariboru krade. Kdo krade in kakšne dokaze imate za to trditev? Napisala sem tudi na Facebook, da se v Mariboru krade, oziroma napisala sem, da se ne bo več kradlo, ko bom ja županja, in vam tudi obrazložila, zakaj. Veste, to misli, kar sem jaz napisala na Facebook, marsikdo, verjetno tudi vi, verjetno tudi kdo tukaj sedečih, vendar tega nišče ne upa povedati na glas. Mogoče je pa prišel tudi v Mariboru čas, da povemo tisto na glas, kar pač ne želi nekdo slišati. Sama sem pa zaradi tega podala sum nasprotja interesov pri predsedniku nadzornega odbora Mestne občine Mariboru, kot sem povedala že na enem izmed prejšnjih soočanj. In sicer zakaj? Če se boste spomnili, gospod novinar, ker hodite na seje mestnega sveta, sem tam gospoda župana, dr. Andreja Fištravca, pozvala, da ugotovi nasprotje interesov in predstavi okoliščine poslov svojega svetovalca, gospoda Marka Kovačiča, s katerim je povezan gospod Boris Bobek, ki je predsednik nadzornega odbora. Ker tega ni želel storiti, sem sama na KPK poslala, kot rečeno, sum nasprotja interesov, ker sem jih in ob tem sem jih pozvala, da preverijo okoliščine, ki po mojem mnenju na to tudi nakazujejo. Namreč zakon o integriteti je zelo jasen, vendar mi je KPK na to odgovorila, bom citirala. Obvestilo prijavitelju o odstopu prijave drugemu organu, spoštovani, vse tisto karkoli, skratka odgovorili so mi, da se nepravilnosti, o katerih jaz trdim, nanašajo na področje, za katere je pristojen drug državni organ, zato je komisija KPK v tem primeru vašo prijavo v nadalje reševanje oziroma informacije odstopila PU Maribor. Tako, PU Maribor nam je seveda prejem prijave potrdil, ampak ker trdite, da se krade, nas zanima, kakšne dokaze ste o tem v bistvu priložili. Vendarle je močna trditev, ne? Spoštovani gospod novinar, jaz sem na Facebook napisala, da se v Mariboru več ne bo kradlo, ko bom ja županja.
To sem trdila. V prijavi ste napisali na KPK, da ste zoper prvega nadzornika občine Borisa Bobka prijavo podali zato, ker mora na eni strani nadzirati delovanje občine, na drugi pa se je kot direktor pojavil v kar 5 podjetjih, ki so povezana s kitajskimi investitorji, ti pa vsaj posredno z občino. VLM Airlines, Aerodrom Maribor, RIM Projekt, RTS Media in SHS Aviation. Pa še svoj SP ima. Vsaj takrat ga je imel. Statut mestne občine pravi takole, citiram, da član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Vendar nasprotje interesov in kraja še ni čisto mestne občine isto, Maribor. Gospod novinar, jaz nisem trdila, da gospod Bobek krade. Na Facebook sem napisala, da se v Mariboru več ne bo kradlo, ko bom ja županja. Sem pa naznanila sum nasprotja interesov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Fištravec, kakšen je vaš komentar na to prijavo, ki je zdaj očitno na mariborski policiji? Kaj naj to komentiram? Torej, ne vidite nobenega problema v tem? Jaz sem že na 2 sejah mestnega sveta pojasnil, pa naša služba pojasnila gospe Lidiji, pa svetniški skupini LPR, sicer ne vem, v katerem svojstvu je govorila, ali LPR, ali LMŠ, ali neodvisna kandidatka, to mi ni bilo jasno. In pojasnila, da njena predstava o nadzornem odboru je v skladu z nekimi starimi zakoni, ki sploh več ne veljajo. Potem pa se valijo ene predpostavke, ki so napačne. Ne vidite, gospod Fištravec, nobenega problema v tem, da je prvi nadzornik občine, ki bi moral tudi vas nadzirati nepristransko, direktor v firmah, ki so najmanj posredno povezane z aktivnostmi občine pod vašim vodstvom. Podobno tistemu, recimo, ko tudi niste vedeli, samo trenutek, gospod Fištravec, ko tudi niste videli problema v tem, da je vaš glavni operativec za kitajske posle, gospod Kovačič, prav s temi posli zaslužil tudi kot zasebnik in to dobrih 180.000 evrov. Poglejte, zdaj vas zanimajo zasebni posli, ne? Mislim, zasebne posle... Vaših svetovalcev. So zasebni posli. Vaših svetovalcev, ki hkrati delajo za občino. Zasebni posli. In tukaj bi rad, prej, ko sem dvignil roko, me niste videli, o konfliktu interesov, jaz bi moral gospodu Sašotu povedati, da konflikt interesov se ne razreši s tem, da nehaš biti direktor. Odnos, temeljni odnos je lastniški odnos. In dejansko, Sašo, imate velik problem. Vse vaše mize zunanje stojijo na mestni površini. Zakaj, boste omakli, ali kaj? Ne, jaz jih ne bomo omakli, ampak vi ne boste mogli podpisovati, če bi postali župan, ne boste mogli podpisovati najemnih pogodb. Zakaj pa ne, če so enake, kot so bile prej? Gospod Sašo, vi ne razumete. Temeljni družbeni odnos je lastniški odnos. Vendarle, zanimivo. Tukaj vidite konflikt interesov pri vaših sodelavcih, pa ga ne vidite, gospod Fištravec. Gospod Kangler, izvolite. Lahko pa tukaj potem nadaljujem. Lastniški odnos v privatnem podjetju, boste morali se na privatnega lastnika nasloniti in mu povedati, da imate pač neko pripombo, da po njegovem pač izbira napačne ljudi za svoje privatne posle. Glejte, teh poslov ne bi imeli, če ne bi delali tudi za občino. Gospod Kangler, izvolite. Seveda. Me veseli, da to priznavate, ker nekateri pravijo, da mi pravzaprav nismo na tem področju naredili nič. Gospod Kangler. Seveda to, kar je gospod Arsenovič sedaj izrazil oziroma povedal, je odnos SMC-ja do zakonodaje. Meni je žal, da stranka SMC ni seznanila gospoda Arsenoviča z zakonom o integriteti. Gospod Arsenovič, če hipotetično postane župan, ne bo mogel podpisati in ne dati javne površine ne sebi, ne svojemu otroku, ne svoji partnerki, ne vsem tistim, ki imajo več kot 25% v njegovi firmi. In to bo moral gospod Arsenovič spoštovati v Mariboru in meni je žal, da je njemu vzgled župan glavnega mesta Zoran Janković. Gospod Arsenovič, kratek odgovor. Mene res veseli, da sta vidva taka pravna strokovnjaka, ampak glede na to, koliko imata vidva ovad, pa težav v življenju jaz še nimam nobene, me čudi, da to...
mi to tako svetujete. Jaz sem se zelo dobro pozanimal pri odvetnikih, pri pravnih inštitutih in je stvar čisto enostavna, lastnik lahko ostanem, zakaj pa ne bi mogel biti lastnik, tako imate vi delnice, ne vem česa, upam. Upravljanje podjetja pa je ena druga stvar in druga disciplina. Ne, lastnik kar se pa tiče, nisem še končal, gospod Fištravec, kar se pa tiče očitka glede župana našega glavnega mesta, gospoda Jankovića, vam povem, da ga poznam, da rezultate njegovega dela in načina njegovega dela, da zna motivirati ekipo, da se obda z najboljšimi ljudmi, seveda cenim. Tu se pa zgodba tudi konča. Cenim to, da je on v njegovih 12 letih naredil bistveno več kot vi dva skupaj in če bi katerikoli od vas naredil pol tega, kar je on, jaz danes tukaj ne bi rabil stati. Gospod Fištravec, za vas imamo še eno vprašanje. Kako komentirate uvrstitev na Večerovi javnomnenjski raziskavi, po kateri ste kot aktualni župan zasedli šele 5. mesto in vam vsaj trenutno ne kaže niti uvrstitve v drugi krog? Ja, jaz mislim, da je vaš komentar povedal vse, ne? Torej, vi ste pač komentirali, zdaj, da berete Večer. Vprašanje je bilo, gospod Fištravec. Ja, seveda se odgovarjam na vprašanje, berete Večer, verjamete temu, kar pišete, ne? Tako da volitve bojo 18. novembra, jaz s tem nimam problemov. Bi pa rad povedal glede gospoda Jankovića, da ne bo pomote, ne? On je res velik župan. Samo jaz mislim, da Sašo, ko gleda v smeri Ljubljane, da vidi njegova dva sina in njegove poslovne prakse. Moj sin je star 10 mesecev. Ne. Ne govorimo o vašem sinu, govorim o sinovih gospoda Jankovića in njegovih poslovnih praksah. Hvala lepa, gospod Fištravec. Trenutek, gospod Kangler, zdaj bomo dali malo časa še gospe Iskri. Prosim, gospod Kangler, ali morajo kandidati, gospa Iskra, na volitvah držati obljube, ki jih dajo javno? Zagotovo. Še vedno namreč čakamo, da boste izpolnili svojo obljubo izpred 5 mesecev in donirali 1000 evrov društvu Upornik. Zato, ker ste na poslanskem Večerovem soočenju tudi vi, kot mnogi drugi, zgrešili v napovedi nove koalicije in premijeja. Pri čemer je treba povedati, da ste si znesek lahko določili sami. Kako sem vesela tega vašega vprašanja, najlepša hvala. Morda sem tudi že ob zaključku in znanih rezultatih državnozborskih volitev morda vam ali drugemu novinarju pojasnila, da bomo do konca leta oziroma bom do konca leta poravnala s podporo članstva Socialnih demokratov. In ker smo povezovalni, ker podpiramo drug drugega, smo ta denar zbrali in sem ga tudi že nakazala. Morda nimate zadnjih podatkov, ampak društvo Upornik je dobilo nakazano 1000 evrov kot donacijo za dobrodelne namene. Sicer pa tudi Alenka Iskra kot občanka pomagam tako ali drugače, ne nazadnje vodim socialno podjetje, zadrugo, ki je neprofitna in mislim, da tudi že s tem kar nekaj doprinesem v to sfero. Gospod Krabonja, tudi v občinstvu bo prav gotovo vesel vaše donacije in tudi vsi tisti, ki so je potrebni. Sicer pa, spoštovani prisotni, v mestu, kjer socialne stiske še zdaj kljub konjunkturi naraščajo, se je denimo moral Rdeči križ pomagati kar 7000 ljudem več kot lani. So se tudi socialni programi občine pred 4 leti znašli na prepihu, ko sta decembra 2014 župan Fištravec in tedajni direktor mestne uprave Damjan Lah povedala, da je mesto pred bankrotom. Potem so sicer res čez noč našli 470 000 evrov in jih prerasporedili, ampak pod črto, zadnja 4 leta občina živi zlasti na račun zadolževanja. Po napovedih direktorice mestne uprave bo konec leta dolga že za skoraj 43 milijonov evrov. Veča se tudi notranji dolg, ki danes po naših informacijah znaša 25 milijonov evrov. Namenska sredstva pa se torej trošijo tudi za pokrivanje tekoče porabe. Občina si pomaga tudi tako, da projekte prestavlja. Gospa Petelinova, vaš predvolilni program je zelo natančen. Izračunali ste, da boste kot županja 90 milijonov evrov projektov. Kot najpomembnejšega izpostavljate gradnjo najemniških in varovanih stanovanj. Kot svetnica in nekdanja podžupanja stanje mestnih financ tudi poznate, zato nas zanima, na kakšen način mislite priti do teh 90 milijonov. Hvala za besedo. Vsekakor bom do tega denarja prišla. Stanovanjski sklad ima na razpolago določeno vsoto
ki se lahko porabi za gradnjo najemniških stanovanj in 50 varovanih stanovanj. Občina dobiva vsako leto določen priliv, katerega lahko razpolagamo vnaprej. To se pravi, da dobimo tudi dovolj sredstev in tudi kreditni potencial na dolgi rok je dovolj visok, kljub temu, da proračuna nisem potrdila, ker se z njim nisem strinjala, ker je bil prenapihen. Realno gledano je proračun realen v višini 87 milijonov, tako da kreditnega potencijala še potem lahko imaš 8 milijonov in tukaj lahko še dodamo 500 tisoč evrov za strani države. Pri številkah, ki ste jih omenili, je torej 90 milijonov evrov, ki jih omenjate v programu, vseeno precej visoka vsota. To je na dobo 4 let, če si izračunate, je točno zračunano in z strokovnjaki z področja financ sem tudi to pregledala in trdno stojim za temi številkami, ko so realne. Vas bomo držali za besedo, Ja, če boste prav. izvoljeni. Gospod Šega, sedanji župan pravi, da je občina denar za... Ne morete, gospod Fištravec, počakajte, prosim, gospod Šega še ni prišel niti do besede. Gospod župan, prosim, dajte spoštovati neka pravila. Torej, gospod Šega, sedanji župan pravi, da je občina denar za socialne programe celo povečala za 20% in da jih bo še treba povečevati, dokler se konjunktura ne bo poznala tudi v žepih ljudi. Ampak, ker denarja za vse, kar bi si v mestu želeli, najbrž ne bo, kakšna je vaša prioritetna lestvica, čemu boste dali prednost in čemu ne? Konkretno, prosim, konkretno. Vsekakor to pometanje po pretrogo, da Maribor ni mesto, ki premore precej revežav, je grozljivo je stanje duha, kjer vsak pametuje o investicijah, ki so popularne, v istem času pa imamo zadevni otroci vrže za stanovanja in to pa kar nikoga ne zanima. Dejstvo je, da je treba vse organizacije, Rdeči križ, Karitas in vse aktivnosti povezati med sabo, biti mediator, zgodbe postaviti pod neko pregledno luč. Seveda malha je takšna, kot je, ampak če bi se ta sredstva kolikor toliko pravično in pregledno delila, bi... Ste lahko konkretni, katerim projektom bi dali prednost? Socialnim. Katerim koli? Vsekakor stari za starejše, povezava med problematiko mladimi in starimi nezmožni skrbeti sami, mladi brez stanovanja, vse so to zadeve, ki ne stanejo precej denarja, samo malček volje. Hvala lepa, gospod Šega. Gospod Manko, ste lahko vi bolj konkretni, kako boste vi financirali projekte in kaj bodo prioritete? Program naš za Maribor temelji predvsem na socialnem podjetništvu. Te zgodbe okoli krutega kapitala, ki je zadnjih 20 let obvladoval Slovenijo in tudi Maribor, se počasi končujejo in socialno podjetništvo, kljub temu, da je to terminologija, ki jo nekateri ne razumejo, vključuje predvsem te socialne razlike med ljudmi, vključuje ranljive skupine in spoštuje odnos do narave. Predvsem se bomo posvetili mladim, enostavno ne smemo več dovoliti, da se iz Maribora mladi izseljujejo, da ne dobijo priložnosti v Mariboru zaradi tega, ker županstvo nima posluha za njih. Samo socialno podjetništvo pa navizuje tako mlade kot stare v teh odnosih in šele na koncu pride potem rezultat kapital. Gospod Fištravec, gospod Kangler, prav vidva sta nazadnje gospodarila z denarjem občanov. In če sta pri gospodu Arsenoviču v tej kampanji že kdaj problematizirala dolgove njegovih podjetij, je toliko bolj pomembno, kakšen rezultat sta pustila vidva, ki sta imela v rokah vendarle javni denar. Gospod Fištravec, vi govorite, da vas je po gospodu Kanglerju na občini pričakalo smetišče. Kaj točno to pomeni in predvsem, ali je Maribor še danes pred bankrotom? Smetišče. 21 milijonov evrov smo poplačali v 4 letih, 7 milijonov Aqua Systems, 7 milijonov Veolia. Poplačali smo neizvedbo univerzijade, torej 21 milijonov dolgov. Sem na kaj pozabil? Radarja sem pozabil. Dodatnih 7 milijonov. Torej to je 21 milijonov. Potem, ko govorite o zadolževanju, občina je imela 33 milijonov evrov kreditov, ko sem jaz postal župan.
Torej, konec leta 17 je bilo 38 milijonov kreditov, mogoče bo zdaj, kot ste rekli, tam 42-43 milijonov. S tem pa, da občina še ima vsaj 10 milijonov v tem trenutku kreditnega potencijala. Če pa me hočete primerjati občino, če hočete primerjati z gospodom Arsenovičem, kandidatom SMS, ja, to je ravno kar povedal. Potem pač moram povedati, da če bi želeli doseči njegov nivo, potem bi rabili za enih 200-300 milijonov kreditov, da bi si bili približno enaki. Ampak kaj se je zgodilo? Leta 2014 ste napovedovali bankrot, občina je od takrat vedno bolj podfinancirana strani države. Po zaslugi. In danes naenkrat smo na poti razcveta. Po zaslugi takrat vodilne stranke SMC je Maribor v 4 letih izgubil 100 milijonov evrov iz povprečnine. Zdajšnji predsednik vlade bistveno obrača to politiko. 100 milijonov evrov za obvezne naloge. In to smo prvi v Sloveniji jasno povedali. In sedaj vsa združenja občin, vsa 3 združenja občin govorijo naš jezik. Zato smo postali močni in zato zdajšnja vlada obljublja ureditev situacije v 2 letih. Gospod Kangler, skušajmo torej na tem mestu zdaj razčistiti te zadeve za nazaj, dolgove, ki jih je moral na mesto vas, kot pravi, poravnati gospod Fištravec, da se lahko pol usmerimo pogled v prihodnost. Jaz gledam v prihodnost, potrebno pa razčistiti včasih tudi preteklost. Jaz nikoli in nikdar javno nisem problematiziral obveznosti finančnih gospoda Arsenoviča. Na BKTV, na soočanju. To ste si, gospod novinar, pa res zmislil. Dobro. To pa res. Ja. Ker to so njegove obveznosti, ne mesto Ampak zdaj govoriva gospod Kangler o dolgovih, ki vam jih Fištravec očita, da ste jih ustvarili na občini. 21 milijonov. Zakaj me prekinjate? Mi dovolite, da dam odgovor. Verjetno poslušalce in tudi gledalce to zanima. Gospod Fištravec je javno na mestnem svetu, ko je prevzel funkcijo župana od gospoda podžupana Milana Mikla, prejel na računu 9 milijonov evrov. In je javno na mestnem svetu tudi povedal, da je občina v dobri finančni konstrukciji. Jaz danes tukaj ne želim problematizirati problema Veolje, ker gospod Fištravec je sklenil poravnavo z Veoljo z tistim finančnikom, ki je bil pri njemu zaposlen. Ko sem bil jaz župan, smo mi sodbo na prvi stopni dobili in v mojem imenu, v imenu občine, je hodila na sodišče Milica Simonič-Tajner. Ko sem jaz pustil županstvo, je v imenu občine takrat pa hodil gospod Fras, bivši zaposlen iz Veolje. Prišel je iz Veolje na mestno občino Maribor, se v imenu občine pogajal za poravnavo, predtem pa na prvi stopni bil na strani Veolje proti Milici Simonič-Tajner. Če je to normalno, za mene ni. In potem, ko so sklenili poravnavo, vprašajte se danes, kje je gospod Fras zaposlen? Ne Veolji. On je svojo delo opravil. Je tak? No, gremo naprej. Gledajte, tudi glede radarjev. Vemo, da počasi zaključite, gospod Kangler, torej gospod Fištravec, replika. Mi dovolite? Počasi zaključite, sem rekel, da počasi zaključite. Gledajte, gospod novinar, v tistem času se je mestna občina Maribor za 3,5 milijone pogodila z Iskro. So priče in vse. Danes, koliko je meni znano, so v Mariboru bili kriminalisti na delu, ki ravno to raziskujejo, kako je iz 3,5 milijone nekdo se poravnal za 7 milijonov. Lepo. Gospod Fištravec. Gospod Fras ni pravnik in ni hodil na sodišče. Ni hodil, on ni pravnik. 100%. Gospod Fras ni pravnik in ni hodil na sodišče. Še imate na temo dolgov občine v preteklosti. To so bile pravnomočne sodbe, kjer nismo mogli narediti drugega, kot da smo se poravnali. Bistveno je, da smo poravnali stare dolgove, to je bistveno. Vse bi gospod bivši župan lahko poravnal stari dolg Veolje, lahko bi poravnal stari dolg Aqua Systemsa, ampak bolj kamot je to poriniti naprej, ne to dela nekdo drug. Gospod Šega, imate kak na dolgove občine v preteklosti? Kratko, konkretno? Pregledal sem proračune občine vseh zadnjih 12 let. Dejstvo je nekaj, sploh ne želimo ocenjevati ne enega, ne drugega župana.
Dejstvo je nekaj, da je proti enemu in proti drugemu vsaj 20 do 30% Mariborčanov, mogoče sta oba dva krasna župana, mogoče bi lahko bila celo oba dva krasna župana, ampak dejstvo je pa nekaj, povzročata pa konflikte 20% Mariborčanom. Jaz bi se džentelmensko in častno umaknil za pozicije, če tudi bi bil pripričan na sebi, da bi lahko bil čudovit. Hvala, gospod Čega. Gospod Arsenovič, trenutek, gospod Kangler, kratko repliko, gospodu Fišercu. Zelo dosti imeli besede, počakajte. Mene preseneča ta lahkotnost, s katero vidva izgovarjate vse te milijone, ki sta jih kakorkoli iz našega skupnega denarja zapravila. Ne vem, kdaj sta uspela vsaj delček tega tudi dejansko zaslužiti. Kaj se zavedate, s kakim glasom govorite o teh milijonih, kot da je to, ne vem, stara žemljica? Gospod Divjakova. A s tem repliko, gospod Arsenovič? Počasi, trenutek. Zaradi vsega tega, kar smo sedaj poslušali tukaj, se mladi iz Maribora izseljujejo. Zaradi vsega tega nimamo obnovljenih cest, pa bi jih morali imeti. Zaradi vsega tega je potrebno, da se v Mariboru uvede red. Zaradi vsega tega, četrtič, je potrebno, da med seboj komuniciramo kulturno, da se poslušamo in petič, da se slišimo. Gospa Iskra, ste tudi vi želeli kaj dodati? Prosim, izvolite. Glede zadolženosti, pač bi jaz en podatek predstavila. Slovenija se v zadnjih letih zadolžuje nižje, kot se je mariborska občina. Odplačilo dolga v Sloveniji pa hitreje se odplačuje, kot ga odplačuje mariborska občina. Številke seveda povedo svoje in proračun smo po vsej verjetnosti pogledali vsi, ampak tukaj bi samo omenila tudi, da ob tem zadolževanju in poplačilu in vseh preteklih zadevah, ker zdaj smo se kar, mislim, ves čas ukvarjali samo s preteklostjo in zelo malo za prihodnostjo, za kar smo tukaj. To je bilo izhodišče za naprej. Ja, precej poglobljeno izhodišče je bilo pa v redu, prav tako, ampak vseeno bi želela povedati, da predvsem je pomembno, kako bomo proračun, pa če ima sedaj kreditni potencial za 9 milijonov, kot aktualni župan pove, ali več ali manj, to zdaj ni toliko pomembno je, da bodo Mariborčani in Mariborčanke odplačevali dolgove, ki niso bili investicijsko namenjeni vsi, tako kot smo Mariborčani pričakovali in kot so bili tudi programi in obljube, torej imamo za sabo zgubljenih 12 let. Dobro. Toliko preteklosti, zdaj gremo naprej. Gospod Fištravec, gremo naprej. Vi med drugim upokojencem obljubljate brezplačne avtobusne prevoze. Trenutek, gospod Kangler. Gremo naprej, premaknimo se naprej. Zakaj? Klik pri njemu greste naprej. Imeli ste največ besede do zdaj, gospod Kangler, tako da prosim, bodite korektni do drugih kandidatov. Torej, vi, gospod Fištravec, med drugim upokojencem obljubljate brezplačne avtobusne prevoze, poleg nekaterih projektov, ki ste jih že zagnali, kot je obnova Ljudskega vrta. Ampak tudi leta 2016 ste pisali na vlado in rekli, da ne morete uravnotežiti proračuna za 2017 in 2018, ker ni denarja. Potem pa je včeraj v mesto prišel novi premier, ki je bil pripravljen priti na občino na pogovor z vami, ampak v uri, ko je pogovor predlagal, vi niste imeli časa. Je pa prav premier tisti, s katerim se lahko pogovarjate, denimo o povprečnini, ki je ključni vir denarja za občine. Ja, zdaj ste kar dosti stvari navrgli. Najprej glede zadolževanja. Slovenija je 3/4 BDP-ja zadolžena. Maribor je zadolžen mogoče za slabo tretjino. Tako da je tu bistvena razlika. In slovenske občine so med najmanj zadolženimi občinami v Evropi. Tako da prosim, ne se tukaj igrati z velikim zadolževanjem ali mariborske občine ali slovenskih občin, ker slovenske občine so med najmanj zadolženimi v Sloveniji in zato tudi na svetu. Na svetu, ja. In zato tudi slovenski BDP počasneje raste, ker ni dovolj investicijskega potencijala v občinah. Občine denarja ne rabimo za tekočo porabo, ampak jih rabimo samo za investicijo, ker za drugo se ne smemo zadolžiti. Ministrstvo za finance ne dovoli drugega zadolževanja. Treba imeti tudi vire za vračilo kreditov, ne? Prosim? Treba imeti tudi vire za vračilo kreditov. Ja, seveda. Ne samo prolongirati in na ta način pač ustvarjati ta razkorak. Seveda jih imamo. Vprašanje pa je bilo v bistvu, če se vrneva, zakaj niste imeli časa, da se sestanete s predsednikom vlade?
Čas sem imel, samo nismo času tako uskladili, da bi lahko pol ure sama skupaj sedela, smo pač morala se v 5 minutah. No, ampak z njim bi se lahko o povprečnini pogovarjali, ne? Z njim se jaz o povprečnini pogovarjam preko pogajalske skupine, katere del sem na skupnosti občin Slovenije. In gospoda predsednika vlade ni potrebno glede tega posebej nagovarjati, ker ima zelo jasno ponudbo. Maribor dobi prihodno leto 2,5 milijona več, dobimo več za investicije v komunalo in v 2 letih bo obljubila izenačitev z zakonskimi nalogami. Vendar verjetno ne bi škodilo, če bi se z gospodom predsednikom lahko pogovorila na 4 oči. Gospa Divjak Mirnikova, vi ste rekli, da vas od ostalih kandidatov loči to, da imate v telefonu številko predsednika vlade. Včeraj je bil tukaj, kaj konkretno ste pa vi pri njem izposlovali za Maribor? Ja, res je. Včeraj si je predsednik vlade po manj kot 100 dnevih vladanja vzel čas, ugodil prošnji, ki se mu je naslovila in prišel v Maribor. Predsednik vlade je namreč včeraj obiskal vse najpomembnejše institucije, za katere v listi Lidije Divjak Mirnik menimo, da jih je treba obiskati. To so univerzitetni, samo trenutek. Divjakova, kaj ste izposlovali pri njegovem obisku? Če me boste dovolili. Univerzitetni klinični center, Univerzo v Mariboru, obiskal je tudi dom Danice Vogrinec, se pravi upokojence, in obiskal je tudi največji javni kulturni zavod v Sloveniji, to je SNG, izposlovali oziroma predsednik vlade je pa obljubil enakopravno obravnavo in UKC-ja, in univerze, in teatra napram Ljubljani, ker zdaj, kot verjetno veste, namreč mariborski del ni bil nikoli enakovredno obravnavan. Gospod Marjan Šarec je včeraj obljubil, da se bo tega držal in se zaveda primanjkljajev, o katerih so tudi nekateri predhodniki govorili, ki so se Mariboru dejansko zgodili. To pomeni 900 novih delovnih mest v UKC-ju. Trenutek, niste še na vrsti, samo trenutek. Počakajte, prosim, da prijete do besede. Gospod Arsenovič, v proračunu za prihodnje leto je 18 milijonov že zabetoniranih. V to so med drugim šteti obnova Koroške ceste in glavnega trga, vojašniški trg, nabrežje reke Drave. Vse to so projekti, ki so blizu tudi vašim poslovnim interesom, pa Ljudski vrt, podvoz na Ljubljanski in podobno. Ni pa v to vsoto všteta knjižnica, ki so jo sodelujoči v večerovi javnomnenjski raziskavi in v razpravi v naši Facebook skupini Moj Maribor prepoznali kot enega bolj urgentnih problemov. Vi denimo knjižnice niste uvrstili niti med prvih 10 projektov, ki se jih boste, če boste župan, lotili najprej. Zakaj ima denimo pospravljanje smetnjakov pod zemljo, kar ste dali na prvo mesto, prednost pred knjižnico? To ima prednost zato, ker to lahko naredimo takoj in ne rabimo čakati na državni denar, ki je bil obljubljen za knjižnico. In dobil sem še enkrat zagotovilo, da denar za knjižnico je. Pogovoril sem se z zaposlenimi na knjižnici, v knjižnici in skupno mnenje je, da je ta lokacija, za katero je bilo porabljenega največ denarja in je tudi zelo mestotvorna, primerna in če bo se to vse potrdilo, bomo naredili knjižnico na Rotovškem trgu. Rekli ste, da ste dobili zagotovilo, da denar je, čigavo zagotovilo? Zagotovilo ministrov, s katerimi se pogovarjam, pa se ne hvalim, da imam njihove telefonske številke. Če vendarle ne bo denarja za vse, kako ga boste v mestu pripeljali? Predvsem pa, kje boste rezali, če bo to potrebno? Boste zmanjševali število zaposlenih in ali se boste, če boste župan, zadolževali naprej? Najprej bi rad povedal, da cenim vse, ki delajo na mestni občini v javnih zavodih in javnih podjetjih in verjamem, da imajo velik potencial in tudi skupne plače niso tak velik problem proti drugim zadevam. Treba pa je izpeljati nekaj, kar je gospod Fištrovec obljubil, to je bila nova sistemizacija in nova reorganizacija dela, ki gre v smeri holdinga, ki gre v smeri skupnega naročanja in tamo nekje torej služba za skupna javna naročila, ocenjujemo, da imamo tam nekje okrog 20% možnosti prihraniti v samem proračunu, brez da se dodatno zadolžujemo. Druga, še ena stvar, pri kateri smo govorili je, da je približno 20% proračuna nam ga porabo tega denarja narekuje Center za socialno delo, ki je državni organ in razen glavarine in povprečnine se je potrebno pogovarjati tudi o tem, da bi država financirala to, čemur sili občino, to bosta oba dva lahko potrdila in plan je, da naredimo, moramo zbrati
5000 podpisov voljivcev, to nam gre kar dobro odlog, a ne? In bomo potem lahko dali zakonsko pobudo, če bomo uspešni, bomo se trudili, da bi del tega denarja plačala država. To je pomenilo, da bi več denarja v mariborskem proračunu ostalo tudi za socialo in za tiste, ki so pomoči potrebni. Gospod Divjakova. Jaz bi gospoda Arsenoviča kljub temu vprašala, s katerim ministrom se je pogovarjal o tem, da je zagotovljen denar za knjižnico, ker res je na hearingih gospod minister Prešiček, to je kulturni minister, povedal, da bo to prioriteta in da je prioriteta, vendar mu v proračunu na kulturi v tem trenutku manjka 30 milijonov evrov, gospod Arsenovič. Jaz sem pa vesela, da imate tudi vi kakšno številko. Gospod Kangler, gospod Fištrec, zelo kratka replika, stavek ali dva maksimalno. Jaz sem proti intervencijam preko številk. To je klientelističen način vodenja Slovenije. Zaradi tega smo tu, kjer smo. Maribor, če bo ta predsednik vlade zagotovil, da bo Maribor tretiran kot Ljubljana, pomeni 900 novih delovnih mest v UKC-ju, pomeni 100 novih zaposlitev v SNG-ju in tako naprej. Torej, ista merila za vse. 20% prihranka, ko boste proračunu naredili 20% prihranka, potem odrežete glavo, ker nimate več denarja za investicije. Gospod Kangler. CSD, to ste rekli, Gospod Fištrec, prosim. Gospod Kangler, kratka replika še vi. CSD sploh ne porabi 20% našega proračuna. Gospod Arsenovič pač ne ve. Center za socialno delo ne porabi 20% našega proračuna. Gospod Arsenovič ne dela na samo trenutek, gospod Arsenovič, tudi vi, gospod Kangler je dobil besedo, prosim. En in drugi. Sta se zmenila, lahko govorim? Veste, to, kar je gospod Arsenovič tu povedal, da bo zbiral po Mariboru 5000 podpisov. Njemu se pa res zdi, da nima politične kilometrine. Pa ta sem ponosen na to, da več ne rabim potem poslušati. Gospod Arsenovič. Zakaj bi pa zbiral podpise, če kandidira na listi SMC-a in ima dobre stike z ministri? Naj se direkt z njimi zmeni, da bo to, kar želi rešiti, tudi rešil. Ker z pobudo s 5000 podpisi, jaz sem bil 11 let poslanec, ne vem, če je kdo sploh uspel v tem mandatu. Hvala lepa, gospod Kangler. To ni način reševanja problema. Zelo kratka replika. Zelo kratka replika. Boste karkoli odgovorili? Ja, da bomo mogoče jaz za prvi, ko jim bo to uspelo z povezovanjem in Hvala lepa. Gospa Iskra, kakšna pa je vaša diagnoza mestnih financ? Kje so še priložnosti in kaj lahko občani praktično sploh realno pričakujejo? Diagnoza mestnih financ, morda smo že prej povedali, da se ne ponavljam, ampak do zdaj nismo prav nobene besede nihče od najbolj govorečih proti kandidatov ni vzpostavil črpanja evropskih sredstev, projektov in seveda zagotavljanja virov za sofinanciranje z lastnimi viri v projektih in potem seveda tudi črpanje in pripeljati evropski ali pa tudi državni denar. Pa ne nazadnje, tudi morda bi izpostavila še to, Maribor dejansko za vse svoje, marsikatero svoje področje, ki ga upravlja tudi za regijske oziroma za sosedne občine. In prizadevala si bom, zagotovo bo moja prva pot v Ljubljano, pa ne iskati v Ljubljani pri državi nasprotnika, ampak oviro, ampak sogovornika in povezovanje. Maribor potrebuje status regijskega centra severovzhodne Slovenije, vzhodne kohezijske regije. Tudi podatek, morda je vsem znan, država prejme 100 milijonov evrov za tehnično podporo pri črpanju evropskih projektih. Skoraj ves ta denar ostane v Ljubljani in zagotovo si bomo prizadevali, da gremo po tej poti in da bom tudi uspela z ali bo to zakon o Mariboru ali pa bodo to tako ali drugače povezovalno delovanje. Hvala lepa. Občina je v zadnjih 5 letih v sodelovanje s Kitajsko vložila veliko časa, truda in denarja. Boste, če bo župan kdorkoli razen gospoda Fištrovca, nadaljevali sodelovanje s kitajskimi investitorji ali boste to energijo in ta denar usmerili drugam in seveda kam? Prosim za kratke in jasne odgovore in to vse. Gospa Petelin, začnemo pri vas.
Pred 2 letoma in pol sem župana in tudi vse ostale vprašala, če mi lahko povedo, kakšne so smernice, pogovori na Kitajskem, kakšni so stroški, nadaljna prizadevanja za dobrobit Maribora. Do danes še tega odgovora nimam. Povem pa vam, da imamo bližino Avstrijo, lahko gremo samo s kulico blizu in vidimo dobre rešitve za Maribor. Sigurno pa je, da ne mislim zapreti poti za Kitajsko, vkolikor bi se to pokazalo za dobrobit Maribora, ampak do sedaj jaz tega nisem prepoznala. Dobro, hvala lepa, gospod Šega. V prihodnem finančnem planu evropskih sredstev bo verjetno namenjeno okrog 40% sredstev za okoljsko razčiščevanje in za energetiko. Maribor mora ponovno postati jedro energetike. Tu je precej delovnih mest za visoko izobrazbo in izkoristiti ta sredstva za energetiko, za vzhodno kohezijsko regijo in seveda pred tem spostaviti nekakšno vizijo, ker danes gledamo samo, da bi porabili evropska sredstva, ne pa v bistvu, zakaj je porabljamo. Stike s Kitajsko ne boste negovali naprej? Ne. Dobro, hvala lepa. Gospod Manko, Kitajska. Ja, zgodba okoli Kitajske se zdi, kot da je šlo izrazito za osebni turizem. Izplen iz te obisko na Kitajski je minimalen. Jaz kot župan, če bom povabljen na Kitajsko, bom sigurno ugotovil, zakaj je to šlo. Mislim pa, da če greš nekam iskati investicijske priložnosti 30krat ali pa še več in iz tega ni nič, potem so ti pogovori jalovi. Gospod Divjakova. Ja, v Maribor je potrebno pripeljati javne institucije oziroma javne investicije. Sama sem, kot veste, ko sem bila 2 mandata direktorica študentskih domov v Maribor v času krize in ZUJF-a in ko se v Mariboru ni gradilo popolnoma nič, pripeljala 20 milijonov evrov investicij iz osovražene Ljubljane, da tako rečem. Zato bo moje sodelovanje v trikotniku mest Ljubljana, Graz in Zagreb. Kitajsko opuščate. Samo da povem, 4. Bruselj. Kar se pa tiče Kitajske, definitivno je to na prioriteti bolj spodaj, če se bo pa izkazalo zakaj pozitivnega za Maribor, pa brez problema, ampak ne tako, da nam bodo vsakih 5 minut eno letalo na letališču onesnaževalo na zrak. Gospa Iskra. Kapital nima barve, ne vonja, predvsem pa želimo si ga vsi. Ne želimo si pa v Mariboru špekulativnega kapitala. Torej, tuje investicije v Mariboru, če pogledamo Terme Maribor, vstopil je tuj kapital, z velikim pričakovanjem se je gledalo in spremljalo obljube novih lastnikov investicije. Danes vidimo, kakšna je situacija. Letališče Maribor, kapital kitajski, tukaj dejansko je, obljube z velikimi številkami, tako potnikov kot seveda prihodkov. Zelo nazorno je včeraj gospodarski minister, gospod Počivalšek, povedal, kje smo, da tako, bom rekla, slabega prometa, kot ga je mariborsko letališče zabeležilo v preteklem letu, ni bilo. Torej, absolutno si bom prizadevala pripeljati investitorje in ustvariti pogoje v Mariboru, da bodo tako zemljišča oziroma seveda kapacitete za investitorje privlačne in zanimive. Gospod Arsenovič. Vsi poznamo kitajske gete. Ti gospodje, ki so zdaj tudi tu pa tam prišli k nam, večinokrat pa smo šli moledovati k njim, so samo skauti za državno podjetje, ki bi potem naredilo to letališče, ki bi zaposlilo samo svoje ljudi, ki ne bi porabilo v svoji okolici ničesar, in jaz sem odločno proti temu, da bi Kitajci postali lastniki letališča. Imamo probleme z migranti, tu pa po drugi strani si želimo, ne vem, par tisoč Kitajcev, ki bi bili tukaj. Jaz sem odločno proti in si želim evropskega kapitala, katerega lastniki so ljudje, ki so nam po kulturi bližji. Gospod Kangler. Veste, če je čisti kapital in gre za resnega vlagatelja, pa prihaja z Kitajske, ne vidim razlogov, da ne bi z njim ustvaril dialog. Kot pa sami veste, sem eni redkih županov slovenskih,
ki sem vsako leto potoval v Bruselj na Open Days v mesecu oktobru. In zmeraj sem se vračal nazaj z potrjenimi evropskimi projekti, kot je to 7,5 milijonov Ljudski vrt, 7,5 milijonov Lutkovno, 3 milijone karantena in da ne našteva naprej, ker vam to ni všeč, vidim, glede na vašo reakcijo. Vas pa moram tudi obvestiti, da verjetno bom pa dobil politično podporo pri moji kandidaturi največje politične skupine v Evropskem parlamentu. In to veliko šteje, da lahko ti delaš v Evropi. Evropska ljudska stranka, ne? Ja. Tako je. Fištrevec, kratek komentar na slišano in pa podvprašanje, ali nam lahko poveste, koliko delovnih mest je v Mariboru bilo ustvarjeno kot neposredna posledica vašega truda s kitajskimi investicijami? Prvo vprašanje za vse tukaj. Kdo je največji trgovinski partner Slovenije izven Evropske unije? Si lahko mislite, Kitajska? Drugič, ja, to so pa vaši strahovi. Nimam strahov. Ja, potem pa ne jamrajte. Drugič, ko sprašujete o Kitajski, je to cinizem. Pojte vprašati tistih 300 družin v Mariboru, ki so direktno zaposleni na kitajskih projektih. Njih vprašajte, če je kitajski kapital dober. Vemo, kakšen cinizmu govorite, gospod Fištrevec, o tem cinizmu, da tukaj vi, kitajskimi investicijami nadaljevali. Eno največjih gospodarskih sil na svetu stereotipizirate. Na kak način? Z vprašanjem, če bodo osvojili županski mandat, nadaljevali te investicije, nikak ne. Gospod Kangler, imeli ste repliko? Ja, zanimivo je, da ima velike oči gospod Arsenovič, ki prihaja iz SMC-a, glede Kitajcev in da se vas vsem preseljevali. Nima pa velikih oči, ko njegova stranka SMC kliče v Slovenijo te migrante, ki so v Bosni. Ti pa njega očitno ne motijo. Na kratko, gospod Arsenovič, zelo na kratko. Mislim, da bi lahko malo bolj cenili razgledanost in inteligenco poslušalcev. Tako da mislim, da ravno gospod Miro Cerar zgubil en kup glasov zato, ker je postavil žico, da migranti niso mogli v Slovenijo, tako da ne vem, kaj bi tu SMC koga vabo. Gospod Šega, tudi vi ste nekaj želeli povedati. Ja, če bi imel približno procent časa, kot ga dobijo ostali, bi lahko zaključil prej misel o Kitajcih. Zdaj je spadlo, da ne vem, kje bi imel, vem pa, kje ne bi. Energetika, ki bi se lahko zgodila pri nas, je kar veliki posel in imamo družbo v Mariboru, ki ima edina v energetiki potencial finančni in z evropskimi sredstvi in z zgodbo, k kateremu teži cela Evropa, to pa je zmanjšanje ogljika v zraku, bi lahko v tej vzhodno-kohezijski regiji naredili več za gospodarstvo kot marsikatera druga družba. Nadaljujemo tu naprej. Poleg občine se, spoštovani, zadolžujejo tudi občinska podjetja. Nedavno je mestni svet Marpromu soglasno odobril možnost zadolžitve kar do 20 milijonov evrov za 11 njihovih večjih projektov, med katerimi sta tudi umestna postaja gondole, nakup zemljišč na Arehu, zamenjava nekaterih žičniških naprav in podobno. Ampak, gospa Iskra, vi ste izrazili nekaj dvoma. Rekli ste, da želite videti poslovni načrt Marproma in analize, da se ne bo na koncu zgodilo, da bo to finančno breme padlo tudi ali predvsem na občino. Kje točno vidite nevarnosti? Zagovarjam stališče, Marprom je gospodarska družba, mariborska občina pa lastnik. Gospodarska družba mora svoje obveznosti poravnati iz svojih prihodkov, se upravlja tržna dejavnost, je koncesionar, občina je koncedent. Tako da jaz tukaj vidim jasno razmejitev, kaj je gospodarska družba in kje je tukaj proračun in občina. Zagotovo pa je najemanje kredita preko Slovenske investicijske družbe, preko SID banke pod takšnimi pogoji,
pogoji za tako dolgo dobo vračanja kredita, kolikor sem seveda iz javno dostopnih podatkov lahko razbrala, zagotovo dober kreditni potencial, vendar kreditni potencial zahteva seveda tudi potem, ko ga najameš kredit, vračanje. Tega pa nismo ali pa ne poznam videli sedaj, ali je mogoče je mestni svet seznanjen, jaz nisem, kakšne bo Marprom imel obremenitve in iz katerih virov bo plačeval te svoje obveznosti. Tako da sem nanizala nekaj vprašanj, morda bo župan lahko odgovoril. Definitivno pa kategorično zavračam to, da bi se morala mestna občina v naslednjih letih za obveznosti delovanja Marproma, ki upravlja žičniške naprave, zadolževati ali kakorkoli obremenjevati mestni proračun. Gospa Petelinova, kaj so po vaše največje ovire in kakšne največje priložnosti za Pohorje? Kdo naj pripravi strategijo, da nima in v kakšno smer? Če dovolite, prej sem imela repliko, pa me niste opazili, če lahko samo en stavek glede letališča. Dobro vemo, da letališče v Hočah ne živi. Sedaj imamo trenutno samo ure letenja. Ne vemo pa, ali pa morda nočete vedeti, da je največji onesnaževalec letala ravno na področju Maribora. In kaj ima Maribor potem od tega? To bi samo zaključila. Da naj pomislimo, jaz sem bila z naravovarstveniki in so mi predstavili vso problematiko teh poletov in najslabše odnese ravno Maribor. Pohorje. Glede Pohorja pa, tako kot sem že večkrat rekla, potrebno je skupaj stopiti z vsemi deležniki in narediti pravilno in strokovno vizijo dolgoročno na področju turizma in Pohorja, blagovno znamko Maribor in Maribor Pohorje povečati oziroma izboljšati tako na domačem in tujem področju. Potem pa vidim tudi zelo pomembno, da se ne ukvarjamo samo z velikimi projekti. Dovolj bi bilo, če bi na Pohorju bilo otroško igrišče, izposoja koles, ne samo, da živi Pohorje v zimski sezoni, tudi v poletni, da damo turistu največ, mu ponudimo in tu je šibka točka našega Pohorja. No, naj povem, da danes vašo razpravo pozorno poslušajo tudi strokovnjaki, ki jih je večer gostil na 3 okroglih mizah pred začetkom volilne tekme. Prva je bila prav o Pohorju. Izkazalo se je, da tisti, ki krojijo življenje na Mariborskem bregu, pogrešajo najbolj osnovno strategijo, namreč, pri čemer pa ni jasno niti to, kdo je ta, ki naj jo pripravi. Gospoda Domanko in Šega, je Pohorje po vajni oceni vendarle ena večjih priložnosti za razvoj mesta in seveda kako? Absolutno, jaz sem sam bil na tej okrogli mizi, dobil sem informacijo, da je največji negativni, bom rekel, dejavnik v razvoju Pohorja samo županstvo. Sam direktor Marproma je rekel, da je največ polen doba v razvoju oziroma v idejah, ki jih želijo izpeljati na Pohorju, prav za strani mestnega sveta in samega župana. Pohorje je absolutno potencial za razvoj turizma v Mariboru. Maribor mora svojo priložnost iskati v tem turizmu, seveda v ta turizem na Pohorju ni samo zimski, ampak je tudi letni. Glede na znanje spremembe temperature je treba iskati priložnosti v poletnem turizmu in kolikor sem se pogovarjal z temi, ki snujejo nove zgodbe na Pohorju, so največje vlaganja trenutno v tem, da bi se poletni turizem oziroma da bi poletni turizem presegel vrednosti zimskega turizma. Moram reči, da sem bil prav prijetno presenečen, ko sem prejšnjo soboto obiskal Pohorje. Te zgodbe so izredno pozitivne. Ljudje, ki sodelujejo in ki delajo na teh projektih, imajo vizijo, delajo to, kar Maribor potrebuje. Dati jim je treba samo priložnost, da te svoje projekte izpeljejo. Gospod Šega, enako vprašanje, je Pohorje torej po vaši oceni ena večjih priložnosti za razvoj mesta in če da kako? Pohorje zagotovo brez zelenega turizma ne more preživeti. Že samo poslovanje žičnice z rednim poslovanjem, z rednimi prihodki ne more pokriti vseh želja DUTB-ja. Žalostno je, da moramo Mariborčani od paradržavne firme odkupovati nekaj, kar so naši predniki vzpostavili in vsekakor bi tu bila naloga župana, da se dogovori mimo sodišč, brez sodišč za neki ali zmeren odkup ali pa po moje bi bilo najbolj pravično celo za brezplačno dodelitev in naloga župana, ker mi se ne razumemo v turizem, pardon, dva se razumeta,
je pa povezava ne zgolj pohorskih občin, temveč tudi širše Haloze in tako dalje, celo tja do Prekmurja, saj vemo, da nekje na globalnem tržišču ne moreš ti prodajati ležišč, če nimaš vsaj 500 000 nočitev. Torej, to je stvar župana, da pa ljudje znajo, zmore in želijo, smo pa ravno na vaši predstavitvi videli. Hvala lepa, gospod Arsenovič Kangler. Kakšen je vajni recept za razvoj Pohorja, kako se boste tega lotila in predvsem kakšne zaveze lahko danes tukaj v zvezi s tem data? Gospod Arsenovič. Najprej bi rekel, da je Pohorje naš privilegij in da je Pohorje so naša pljuča in da je Pohorje tudi blagovna znamka. In da dobro vem, da je tudi Zlata lisica in Ilka Štuhec blagovna znamka. Tako da ne bi rad, da kadar se pogovarjamo o zelenem, nekdo misli, da nismo pomislili tudi na belo. Mislim pa, da mislite na bele majčka, ne? In rekel sem, da je to belo na vrhu torte in da moramo za break-even poskrbeti v poletni sezoni, takrat, kadar ni rizika ali so temperature dovolj nizke ali visoke. Konkretno, povezal bi se z vsemi 22 župani, predvsem z tistimi 5, ki imajo največ z in od Pohorja, in povezal potreba vse deležnike, se pravi hotelirje, gostince, žičničarje, lastnike zemljišč v en pool po zgledu dobrih praks iz tujine. Se pravi, če nekdo nekaj od nečesa ima, mora k temu participirati. Lahko zaključiti misel počasi. Misel je, da je Pohorje tudi zelena. Hvala lepa. Gospod Kangler. Seveda se lahko z nekaterimi strinjam do te mere, da Mariborsko Pohorje so pljuča Maribora. Nikjer na svetu nimaš smučišča, kjer se ti lahko z mestnim avtobusom pripelješ do vznožja smučišča. Vendar nalijmo si čistega vina in resnice. Marprom je bil ustanovljen in sem ponosen, da je prevzel mestni promet. In Marprom v tem danem trenutku ne bo zmogel takšnih finančnih obremenitev, da funkcionira eno Mariborsko Pohorje. Marprom se je znašel v tem danem trenutku zato, ker je bil pač nujno potreben za to prehodno obdobje. Dragi moji, poglejte malo preko meje. Kdo so lastniki živčničnih naprav in hotelov v Avstriji ali pa v tujini? Ampak kako boste reševali vi problem, gospod? Da je potrebno najti preko Marproma enega vlagatelja, strateškega partnera, da se Marprom, kar se tiče smučišč, hotelov in tega razbremeni. Marprom lahko opravlja v tem danem trenutku samo javno gospodarsko službo, to je prevoz potnikov in tudi smučarjev z mariborsko spenjačo. Strateški partner, torej. Gospod Ljujakova, o zakonu o Pohorju se govori že kakšno leto, pa ga še zmeraj ni. Zagotovil pa naj bi seveda sistemsko financiranje strani države. Kdaj bo in koliko denarja bo prinesel? Vi ste namreč v poslanski tekmi obljubili, da boste to za mesto uredili. Kdaj? Premier Šarec včeraj namreč v Mariboru o tem ni bil najbolj konkreten. V listi Lidije Divjak Mirnik LPR menimo, da je stvar pravzaprav takšna, pa vam bom razložila. Namreč, sama sem poslanka 4 mesece, imamo pa tukaj enega gospoda kandidata, ki je že kar nekaj časa tudi državni svetnik in bi lahko to zadevo tudi storil. To je prvič. Drugič, premier Šarec je včeraj zelo jasno in glasno povedal tudi za vaš medij, da temu ne nasprotuje, vendar, ker je zelo realen in ne želi obljubljati nekaj, da zaradi tega, da obljublja, se zaveda, da zato potrebujemo 46 glasov v državnem zboru. Vi pa ste obljubili, da boste pomagali pri vložitvi in pripravi zakona o Pohorju. Vam bom povedala do konca. 46 glasov potrebujemo, jaz pripadam poslanski skupini, ki ima samo 13 glasov. Zato tukaj sem že storila naslednje korake. Prvič, sklicala sem vse mariborske poslance, 7. volilne enote in jih vprašala, ali se strinjajo, da ustanovimo klub
poslancev te regije, da bomo lahko začeli skupaj delati za regijo, v kateri smo izvoljeni. Namreč za 46 glasov človek potrebuje tudi glasove SDS-a, NSI-ja, pa še kateri drugi. To aritmetiko razumemo, ja. Ja, tako. Drugič, lahko še samo dokončam. Prosim, zaključite, ja. To, naslednji naš korak bo, naslednji moj korak bo, da bom sklicala vse župane vseh 22 občin in jih skušala prepričati, da bi bilo fajn, da pozabijo te, da rečem, moške egote in da začnemo delati za skupno dobro. To je pa zato, da bo Mariborsko Pohorje končno dobilo mesto, ki mu gre. Zelo kratki repliki, gospod Kangler in gospa Iskra, ampak zelo na kratko, potem pa gospod Fišter. Dobite svojo priložnost. Jaz sem zelo vesel, da me je spoštovana kandidatka izvala, ne? Vendar ona ve, da jaz nimam telefonske številke predsednika vlade. In včeraj, ko je bil predsednik vlade v Mariboru, sem tudi njej predlagal, da naj pride, pa da se srečajo tudi z mano kot državnim svetnikom, pa ni bila za to. Ampak tukaj... To ste pa zdaj zlagali. Ne, sem rekel, da naj obišče tudi mojo pisarno, pa ne volilno. Ampak tukaj vam obljubim, spoštovani novinar in tudi gospe Lidiji Divjak Mirnik, da bom zagotovil za zakon za Pohorje vse glasove opozicije, to je SDS-a, Slovenske nacionalne stranke in tudi Nove Slovenije, če bo le vaša stranka parlamentarna to podprla, zakon gre skozi. Pa da vidimo, kako boste ga napisali in kako boste ostale v koaliciji prepričali. To pa je zelo konkretna zaveza. Hvala lepa, gospod Kangler. Zelo kratka replika, gospa Iskra. Zelo kratka. Mislim, da brez zakona o Pohorju lahko zdaj morda celo še kdo drug kakšno besedo pove, da je brez zakona o Pohorju težko povezati 22 občin. Mislim, da to ne v mandatu župana Kanglerja, ne Fištrovca ni uspelo 3 občine poenotiti, ker Zavod za turizem je imel vlogo in nalogo promovirati destinacijo, vendar brez sodelovanja. Ampak, ko se pogovarjamo o Pohorju, Pohorje ni samo infrastruktura, mislim, tukaj poenostavljamo zadeve. Infrastruktura je osnova. Tukaj so nastanitveni objekti, tukaj je gostinstvo, tukaj so dogodki, skratka povezovanje in promocija in vloga mesta je v tem, da ima učinkovit Zavod za turizem, ki ima svojo strategijo in da ima podporo in posluh v mestni upravi, da lahko potem tudi svoje naloge izpelje. In seveda zakon o Pohorju ne bo rešil in pripeljal turistov v mesto. Zakon o Pohorju bo dal temelj, da bomo lahko in bi lahko delali in s polnimi pljuči zadihali. Hvala lepa. Gospod Fištrovec. Na naši okrogli mizi so bila jasna mnenja tudi o tem, da bi morali vi prevzeti nalogo glavnega koordinatorja za strategijo v Pohorju. Boštjan Tancer je rekel celo, da če bi bil ta izziv pred Ljubljano, bi Janković že zdavnaj povezal vse občine. Ja, in na Šmarni gori bi imeli smuk progo, ne? Morda? Ja, morda, ja. Glede Pohorja, če ne bi bilo župana, županstva in mestnega sveta, bi imeli, in seveda Marproma, bi imeli mi na Pohorju sedaj kup starega železa. To je prvo. Drugo, na Pohorju smo imeli slabega najemnika. Slaba banka, ko je občina želela najeti hotele, nam je dala najemnino, ki je bila 2-krat višja od zadnjega prometa športnega centra. Temu slabemu najemniku so pa dali za simbolno ceno nekaj 10.000 evrov najem. In slab najemnik je pač slabo delal gor na Pohorju. Sedaj se stvari spreminjajo, prišel je nov najemnik in tečejo pogajanja za odkup hotelov. Potem pa, kar se pa tiče zakona, jaz več ne čakam, jaz sem dal že nalogo svojim sodelavcem, da zakon napišejo. Potem bomo pa dali poslancem, poslanci se pri meni redno dobivajo, zdaj gospa Lidija vedno nima časa, zbirale podpise pa vse te zadeve. Mi smo imeli pri tem že 2 zelo pomembna sestanka, recimo z UKC-em in s poslanci in tako naprej, se to zdaj ni tako pomembno. In bomo dali zakon, poslanci ga bojo vložili, to je zdaj mala malca. Opozicija bo glasovala, koalicija bo tudi za, imeli bomo prvi zakon, ki bo 100% sprejet v državnem zboru. Ste replicirali gospodu Kanglerju, da Marprom ni pravo podjetje za obujanje turizma na Pohorju? Če mi dovolite, nisem rekel, da ni pravo podjetje. Dolgoročno Marprom s tem ne more upravljati. Za prehodno obdobje pa je rešitev. Tako sem jaz dejal.
Čujte, mi smo z Marpromom zmenjeni, če se bi pojavil strateški partner, ni problema, bojo pač poplačali vložke in se tega lotili, ampak z Pohorjem imamo slabo izkušnjo. Privatno podjetje je Pohorje izčrpalo, zdaj pač ta denar je nekje, ne vem, v jahtah na morju ali kje vse je, ne. Pohorje pa je skoraj kolapsiralo, če se mesto ne bi pobralo, pa ga porihtalo. Gospod Čega. Turizem so ljudje in čim manj se bo politika vpletala v te zgodbe, boljše bo za Pohorje. Kolega županski kandidat je živ dokaz, kaj lahko iz nič nekdo naredi v turizmu, sicer ni mogoče zdaj prav, da ga hvalimo, pa kakorkoli. Pozabljamo pa nekaj. Turizem je nekako top tema, z vsem dolžnim spoštovanjem do Pohorja, ki ga vsi ljubimo. Ne? V turizmu je poprečna plača 1200 evrov bruto. V visokotehnoloških podjetjih, kjer pa imamo vse možnosti, imamo univerze in tako dalje, je pa poprečna plača 2600 evrov. O čem se mi pogovarjamo, kaj se razvoja tiče? En stavek. Gospa Iskra, pa zaključimo. Samo multiplikativne učinke turizma upoštevajte na regijo in na destinacijo, ne samo gledati absolutno v bruto plačah, koliko ljudi je zaposlenih in koliko ljudi dobi zaposlitev, če turizem v destinaciji v regiji živi. Tako da to se pa ne morem strinjati, da ni turizem pomemben za Maribor, je še kako pomemben. In če govorimo... Če govorimo o privlačnosti mesta, o kakovosti življenja, kamor Pohorje nesporno sodi, je eden od pogojev za to primerna prometna ureditev. Za voznike, pešce, kolesarje. Na večerovi okrogli mizi na to temo so se naši sogovorniki strinjali, da je stihiji na tem področju treba narediti konec. Zelo konkretno torej, spoštovani kandidati in kandidatke, kakšni so vaši recepti tukaj? Gospod Arsenovič, vi v vašem programu pišete, da boste vzpostavili notranji prometni obroč. Kaj točno to pomeni? Kje bo, kdaj bo, koliko bo stal? Kje bo ta obroč? V našem programu ne pišemo samo o notranjem obroču, pišemo tudi o zunanjem obroču. Notranji obroč je obroč, ki nam zdaj manjka. Imamo na vzhodni strani uvoz proti glavnemu trgu in staremu mestnemu središču in tukaj manjka ena navezava, da se bodo lahko ljudje iz vzhoda peljali na zahod po drugi strani Drave, ne pa tukaj skozi center mesta. Torej, ta notranji prometni obroč predvidevam zajema tudi zaprtje Lente in Koroške za promet? Ne, napačno skozi to govorite. Mi ničesar ne zapiramo. Mi s tem, ko maknemo avte, odpiramo prostor za ljudi. Mi smo ljudje, ki bi radi šli v mesta. In kolesarji, in mamice z vozički. Z vašimi ne, nismo, zato ker žal imam jaz v vsaki ulici samo eno hišo. Hiš pa je ogromno in tam živijo ljudje. Gospod Kangler, vi ste v soočenju na NET-TV rekli, da ste proti zaprtju Lenta za promet. Nisem še končal, sorry. Ena tretja stvar pa so vse ceste, tako tista na Gaj, tako tista v Dogoše, tako na Pobrežju, tako v Limbušu. Vse ceste naše treba urediti. Se vozimo po luknah in imamo urejenih kolesarskih stez in imamo urejenih vozišč za mestne avtobuse. Zato nikoli niso točni, zato se noben ne vozi z njimi. Gospod Kangler, vi ste torej v soočenju za NET-TV rekli, da ste proti zaprtju Lenta za promet. To je nekoliko presenetljivo, glede na to, da se je načrt, ki ga občina zdaj udejanja, pojavil v času vašega županovanja, ocenjen je bil na 11,5 milijona evrov in celo gradbeno dovoljenje je bilo takrat že pridobljeno. In je že aktivirano. Ste vi pogledali ta projekt? Nikjer ne piše, da bo promet v celoti zaprt. Ne moš prometa čez noč zapreti. Prej moš ustvariti pogoje. Prej moš zgraditi garažno hišo, da lahko spraviš, tako kot gospod pravi, gospod bi sicer zaprl Koroško cesto, jaz sem proti temu, dokler niso ustvarjeni pogoji. In kar se tiče prometa, veste, je potrebno tudi poslušati Mariboru strokovnjake. Ni politika tista, ki odloča. Tukaj za Lent, ki ste me izval, o tem so odločali strokovnjaki. Mednarodni arhitekturni natečaj in rešitve. Če mi danes zapremo cesto na Lento, bodo vsi gostinski lokali in vsi ostali čez noč ugasnili. Oprostite, tako je. Potrebno pa je ustvariti pogoje. In če seveda mojemu političnemu nasprotniku to smešno, ampak verjetno bo moral tudi stopiti malo na Lent pa vprašati, kaj drugi mislijo. Ja, meni je žal, da projekta do danes
ta projekt do danes ni bil realiziran, ker ta je dober projekt in daje neko dodano vrednost ne samo prometu, tudi turizmu v Mariboru. In če me vprašate, mi smo resno začeli takrat z strategijo, mi smo bili prvi, ki smo dobili evropska sredstva za tako imenovane taktirne označbe po Mariboru. Mi smo bili prvi, ki smo diplomsko nalogo študentke iz komunale spravili v življenje in zaradi tistih, ki se težko gibajo in so omejeni v mesto, preko 200 arhitekturnih ovir, to so pravi robnikov, tudi odstranili. Ne samo to, da vam povem, če mi dovolite, gospod, da zaključim. Zaključite počasi. Ja. In tudi danes tukaj, pogledajte na vaše soočenje, vi niste skrbeli, da bi soočenje organizirali tam, kjer lahko tudi invalidi pridejo z dvigalom. Našega kandidata so morali prinesti. In sem ponosen na to, da smo na mestni občini Maribor zgradili dvigalo za tiste, ki kakorkoli lahko pridejo v prvo nadstropje do župana. In to, prosim, zaključite. Ne zanemarja te kategorije ljudi v Mariboru. Veste, ti ljudje so tudi naši občani in si še posebej zaslužijo našo, predvsem pa mojo pozornost. Gospod Arsenovič, kratka replika. Pri odpiranju Koroške za ljudi in zapiranju avtomobilov seveda tega ne bi naredili enostransko, pa bi našli rešitve, ki bi pomagale, tako kot sem že prej povedal, pretok vzhod-zahod omogočiti. Druga stvar, gospod Kangler je rekel, da bi to onemogočilo ali da bi bili lokali na Lentu potem, da bi slabše poslovali. Se spomnite, ko smo še imeli avtomobile na Poštni ulici, imate občutek, da je tam kaj narobe, zakon ni avtov? Ali pa na Grajskem trgu? Veste, Gospod če Šega, mi dovolite kratko repliko, se spomnite vi avtomobilov na trgu Leona Štukla, kakšen je danes trg? Vi ste ga gradil, vi pa se sprehajate po njem. Gospod Šega, vi poudarjate predvsem predvsem cenovno dostopen in privlačen javni promet. Kakšen naj torej bo in kako konkretno? Jaz bom tudi govoril o prometu. Boste. Super, hvala. Kakšen naj bo javni promet, morajo govoriti strokovnjaki in urbanisti, ne pa politika. Nimate torej konkretnega odgovora. Ga imate mogoče vi, gospod Mirnikova? Kdorkoli ga ima, bo pač nekaj na pamet povedal oziroma nekaj, kar je slišal od strokovnjakov. Gospod Jujak. Ja, hvala lepa. Jaz bi mogoče samo za začetek povedala, da jaz se vozim z mestnim avtobusom, ker ne živim v centru mesta, ampak na Taboru in tudi moja otroka se v šolo vozita z mestnim avtobusom. To je prvič. Drugič, na listi Lidije Divjak Mirnik LPR simbolično kandidira na zadnje mesto gospod Gregor Ficko, ki je po mojih, kakorkoli se temu reče, mogoče prizadevanih ali pa karkoli, največji strokovnjak za promet in to pomeni, da bo on tisti, ki je in ki bo naredil tudi to strategijo prometno, bi pa želela opozoriti na to, kar v tem času mestna občina ni storila. In sicer to je, ni sprejela občinskega prostorskega načrta, ki je seveda predpogoj za načrtovanje novih prometnic v mestu, ki bi jih bilo nujno zgraditi, če seveda želimo dolgoročno razmišljati o zaprtju starega mestnega jedra. Tukaj se predvsem misli na gradnjo severne obvoznice in pa povezave vzhod-zahod v smeri ulice 14. divizije, Puhova cesta. In pa še drugič, moja otroka se po Koroški cesti, kakršna je zdaj, ne upata voziti, ker ta cesta je danes nevarna. Tako za pešce, tako za kolesarje, pa ne nazadnje tudi tiste, ki se vozimo z avtomobili. Hvala lepa, gospod Jujak. Ker je eno skoro pucalo. Tudi v vašem programu je eno srednjih točk promet, med drugim povezava ulice Pariške komune z Puhovo. Torej povezava na desnem bregu vzhod-zahod. Ja. Najprej, da povem, da je prometna infrastruktura v Mariboru v katastrofalnem stanju. To verjetno veste, vem jaz, veste vi, vemo mi vsi.
Nujno je potrebno pristopiti k projektu južne obvoznice, na to povezati vzhod-zahod na desnem bregu Drave, kjer je že sprejet prostorski akt, to je z strani ulice Pariške komune do borcev za severno mejo. Na levem bregu pa je fakulteta že naredila študije in jih na občini verjetno tudi imajo, je pa povezava vzhod-zahod. Seveda pa to ne bo šlo brez tunela ali okopa. Vemo pa, da ne moremo prometa voditi in peljati po Majstrovi, po Mladinski ulici, zato ker to ni humano tudi do prebivalcev, ki tam bivajo. Tako da je nujno potrebno, da Maribor dobi tunel, s tem bi se izognili onesnaževanju okolja, mesto bi bilo prijaznejše, seveda pa ni promet samo ceste, so še tudi trgi, zelene površine, kar je potrebno dati velik poudarek. Vemo, da smo slabi tudi na področju drevoredov, da je premalo zelenja in premalo zelenih površin. In tu se bi jaz trudila, da bi izboljšala kvaliteto bivanja in čistega zraka v centru mesta. Hvala lepa, gospod Domanko. Gospa Iskra, zapreti Koroško, zapreti Lent, kako urediti perečo povezavo vzhod-zahod? V našem programu imamo zapiranje Lenta in ureditev bližine Drave za turizem. Potrebno je tudi urediti vzhodno obvoznico, dotaknil bi se pa tudi tega avtobusnega mestnega prometa. Ko se jaz peljem iz Tezna, kjer je moja služba, do doma, rabim 45-50 minut, da avtobus pripelje to okolje. Sedanji župan se bo verjetno pohvalil, koliko teh avtobusov smo nabavili oziroma modernizirali, ampak ti avtobusi so prazni. Predvsem v teh najbolj občutljivih časih, ko ljudje hodijo v mesto. Ceste so pa polne avtomobilov. Zato imamo mi v programu, da bi v jutranjih urah, med 6 in 8 uro, ko ljudje hodijo v službo, bili avtobusi brezplačni in tudi, ko ljudje se vračajo nazaj, bi bili med 15 in 17. Tako je pod vprašanje, odkot denar? Občina ima ta denar in lahko to subvencionira. Ne sme. Gospa Iskra, kako bi vi uredili? Bom zelo kratka, ker vemo, da promet v mesto je potrebno urediti. Izpostavila bi eno zadevo, južno oziroma zahodno obvoznico, za katere trasa je znana že precej let, me prav preseneča, da so bilo sedaj izgubljeno toliko let in da se ni vložil večji angažma tudi mestne občine, čeprav je tukaj država tista, ki mora to zgraditi. Zakaj pravim, da je zelo pomembna? Pomembna je, če smo pregovorili o turizmu, se vozimo po mestnih cestah. Sicer pa vsak bo lahko povedal, kje in kako bi naj promet šel, stroka mora svoje povedati. Povezati je potrebno tudi stanovalce, tiste, ki opravljajo dejavnosti. Tranzit je potrebno spraviti iz mesta, kako pa moramo vedeti dobro. Delne rešitve, kot je zdaj Koroška, kar je bilo že povedano, pa moram reči, ne služimo pa ne občanom in tudi ne nikomor drugemu. Ko ste že omenili, dobro se spomnimo, gospod Fištravec, kako ste eksperimentirali z zapiranjem Koroške ceste in tudi prometni strokovnjaki na naši okrogli mizi so vam povedali, da je bilo to tako, kot bi se nekdo lotil kljuke na vratih, pri tem pa ne videl vrat, kaj šele cele hiše. Celovitost je omankala, so rekli, pa tudi sicer so vam očitali, da se promet v mestu ureja stihijsko in parcialno. Maribor ima prometno strategijo, prvi med mestnimi občinami in vsi ukrepi, ki jih delamo, so v skladu s to strategijo. V 4 letih smo posodobili avtobusni mestni potniški promet, smo najsodobnejši mestni potniški promet v Sloveniji, zato bodo tudi upokojenci v naslednjem mandatu lahko se brezplačno vozili z avtobusi. Začenjamo z gradnjo 50 km kolesarskih povezav med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, 20 km dravske kolesarske poti. V tem mandatu smo obnovili za 3-krat več cest kot v prej in to številko bomo še potrojili v naslednjem mandatu. To pomeni na koncu mandata, pišite si, na koncu mandata ne bo več razdrapanih cest, kakor smo jih poznali do sedaj. Koroška cesta. Zelo konkretna obljuba. Seveda, Koroška cesta, dobili smo 2 milijona 100 državnega denarja oziroma iz evropskega vira denarja. Koroška cesta in glavni trg bosta urejena v skladu z najsodobnejšimi standardi, v skladu z arhitektonskimi natečaji, ki so bili izvedeni, promet bo potekal upočasnjen v obe smeri. V mesto investiramo 30 milijonov evrov, to je tudi Lent. Spomladi se začne graditi Limbuška obvoznica
Južno obvoznico sem hvala Bogu premaknil tudi po zaslugi dogovarjanja. Prevzela jo je država, konkretno, ne? Dajmo še en kratek rok replik, pa mogoče še na koncu dobiti kakšne besede. Čakajte malo, glede južne obvoznice, 10 let je stala južna obvoznica. Dokaj nisem prepričal ministra, da so se nehali med sabo zajebavati, kje bo šla trasa. Hvala lepa, gospod Fištrec. Gospa Petelinova. Minister je bil Gašparčič. Gospod Fištrec, prosim. Slaba stran Maribora je, da večkrat od projektov odstopi. To ni sedaj, v letu 12 letih nazaj, tudi že predhodno. Dobro vem, če ne veste vi, vam jaz povem, leta 85-86 je projektant Umek projektiral most, podaljšek Strossmayerjeve ulice. Dvakrat bi rešili zapore Koroške, vse bi lahko bilo, ker bi bil promet preko Strossmayerjeve na drugi strani in tudi tržnico bi imeli pokrito. Zakaj do tega ni prišlo? Projekti so še vedno. Hvala lepa, gospod Jujak. Zdaj po mojih podatkih, ki so prišli iz DRSI-ja, se južna obvoznica ne gradi zaradi tega, ker občina ni zagotovila sredstev za odkupe nekaterih nepremičnin ob Streliški cesti, kot tudi ni naredila povezave Proletarske brigade, Limbuška cesta. Tako da tudi nismo, oziroma niste, gospod župan, zagotovili nobenega park and ride sistema in to so seveda vse tiste posledice, ki jih danes občutimo. Kaj hočem povedati, 6 let je bilo čas. Južna obvoznica se dela. Gospa Lidija Gospod Fištrec, prosim, gospod Kangler ima repliko, imeli boste še kratko priložnost. Gospod Kangler. Slišali smo, kdo vse se v zastojn vozijo z mestnim avtobusom v Mariboru. Veste, mi smo znotraj Evropske unije, Republika Slovenija mora spoštovati predpise EU. In ena izmed teh direktiv, ki je, ne dovoljuje, da bi lahko nekdo se zastojn vozil po Mariboru. Ali se vsi vozijo zastojn, ali pa nihče. Hvala lepa, gospod Šega. Sedaj se zastojn že vozijo invalidi. Gospod Šega. No, meni je bilo postavljeno vprašanje, kako urediti potniški promet in sem rekel, da bi to prepustil strokovnjakom. Zdaj sem približno 8 minut poslušal, pa nisem do menega slišal, kako urediti potniški promet. Na kratko potem, da slišimo vašo idejo, prosim. V tej zgodbi mi vse posod manjka vizija, to pomeni, kako bi želeli biti urejeni leta 2030. Govorijo o strategiji, govorijo o planih, ampak to je zgolj stihijsko. Najprej je treba, stroka mora določiti vizijo, kako bo naj izgledalo mesto Maribor čez 30 let, potem pa lahko delamo strategije in plane. Hvala lepa. Gospod Fištrevec, gospod Kangler in zaključimo. Zelo na kratko, prosim. Maribor ima trajnostno urbano strategijo, tako da imamo potem prometno strategijo, tako da vse ukrepe, ki jih delamo v skladu s tem. In hvala Bogu, da se je dalo ministrstva premakniti, da si niso več kockali, kje bo južna obvoznica prišla na avtocesto. 3 trase so bile in potem so rekli, župan, kjera je najboljša? Jaz sem rekel, tista, ki pride na avtocestni križ. In potem so rekli, ok, bomo sprojektirali. In veste, kaj so pol sprojektirali? Sprojektirali so, da gre ta avtocestna povezava južne obvoznice na avtocestni križ preko poštnega logističnega centra. Potem sem rekel, da se pa že nehajte zajebavati. In na ta način smo dobili dovoljenje, da gre zdaj trasa tam, kjer gre. Hvala lepa, gospod Kangler, in zaključimo. Jaz bi repliciral gospodu, že v času mojega županovanja smo imeli predvideno cono A, cono B mestnega avtobusnega prometa in Marprom bo moral kupiti nekaj malih avtobusov kot primer dobre prakse, da šestica kot spenjača ne bo več vozila v center mesta, ampak boš izstopil pri Magdaleni in drugi mali avtobus bo vozil vsakih 5 minut, ki boš prestopil na njega in v mesto not prišel. Na ta način bo potrebno vse te križe z Malečnika, Stezna, številko 1 pripeljati na ta krog, ring in iz cone B prestopiti na cono A avtobus in v mesto. In to je strategija. Spoštovane kandidatke in kandidati, bližamo se koncu soočenja.
Na začetku smo obljubili, da vas bodo volivci lahko spoznali malo bolje tudi kot osebnosti in poskusimo takole. Gospod Fištravec, ste z najtesnejšimi sodelavci in svetovalci na občini v teh 5 letih in pol postali tudi osebni prijatelji. Branili ste jih zmeraj zelo odločno, ne glede na to, ali vam je to škodilo ali koristilo. In kaj bi zdaj vi radi čuli? Ali ste postali prijatelji s svojimi sodelavci? To je bilo vprašanje, vse ste razumeli. Veste, jaz imam v življenju v bistvu malo prijateljev, smo pa dobri sodelavci. Okay. Če ne boste več župan, kam boste šli v službo? Kako? Če ne boste več izvoljeni za župana, kam boste šli v službo? Jaz ne vem, kaj bo, če ne bo. Pa kaj bi bilo, če bi bilo. Šlogat tudi ne znam, ker če bi znal šlogat, potem bi vam povedal, bom pač šlogarca, ne? Se s politiko, v tem primeru, če ne boste, bomo vseeno nadaljevali s tem vprašanjem, izvoljeni za župana, ne boste več ukvarjali, glede na to, da ste se dali na 45. mesto na kandidatni listi za mestni svet? Jaz sem na 45. mestu in kaj je za to narobe? Predsednik Pahor je bil na 45. ne vem, kjer je mesto za Evropski parlament, pa so ga izvolili. Nišče ni rekel, da je karkoli narobe, gospod Fištravec. Jaz sem po duši, zdaj sem župan, predtem sem pa bil učitelj. In na to sem ponosen. Gospod Kangler, za vas vprašanje. Česa nikoli več ne bi naredili? Veste, to je težko odgovoriti v tem danem trenutku. Ne vem, kakšno zlo sem v preteklosti naredil, da bi to moral na ta način, kot vi želite od mene, slišati, reči, česar ne bi nikoli več naredil. Delal sem 6 let kot župan s srcem za Maribor. Veliko projektov realiziral. Ne govorim samo o politiki, ni bilo vprašanje namenjeno samo vaši politični aktivnosti, ampak osebnemu življenju, gospod Kangler. V mojem osebnem življenju? Težko reči. Hvala lepa. Gospod Arsenovič, koga ste volili na zadnjih županskih volitvah v Mariboru? Gospoda Fištravca. Gospodu Manko, je resnicoljubnost za vas vrednota? Če boste politik, se boste vi in vaša stranka zauzemali na to, da na socialnih omrežjih in drugje ne boste širili nepreverjenih informacij, govoric, ter da boste tudi svojim delovanjem na ta način prispevali k odgovornosti do javne besede? Absolutno, jaz ne vem, če govorite o meni, jaz ne resnic po socialnih omrežjih ne širim. Absolutno sem vprašanje se je tikalo stranke. Ampak, dobro. Jaz kandidiram za župana. Boste skrbeli kot župan za... Absolutno sem resnicoljuben, to je prva moja vrednota, resnica. Hvala lepa, gospa Iskra. Kaj vam v življenju več pomeni? Načelnost ali pragmatičnost? Je bila vaša odločitev za kandidaturo načelna ali pragmatična, glede na to, da je SD, preden je v tekmo poslala vas, govorila tudi številnimi drugimi potencialnimi županskimi kandidati v Mariboru? Socialni demokrati so demokratična stranka in zagotovo so govorili z mnogimi kandidati, ki so člani stranke ali pa tudi ne. Odločitev je bila sprejeta na demokratičen način. Če pa mene vprašate, moja odločitev je bila iz srca. Želim si, da... Hvala, kolegi. Želim nekaj narediti za Maribor, tudi jaz s srcem, ne samo Franc Kangler. Ne vem, v čem bi bil to problem, če se stranka, mislim, da sem tukaj edina, ne, mislim, da sva dva kandidata, ki sta na stranki predlagali, ali pa 3, pardon, se opravičujem, vsi ostali so nestrankarski. Kdo v naši državi je nestrankarski kandidat? Mislim, to je ena taka floskola, nesmiselna zbiranje podpisov, ok, ampak vsi moramo za sabo imeti nekaj institucionalnega, neko znanje, neko podporo. Ali pa smo Trumpi, ki imamo ne vem koliko denarja. Tako da moja odločitev je bila suverena in odločna, stranka pa me podpira in sem ponosna na to. Hvala lepa. Gospa Lidija Divjak-Mirnik, kaj pravite tistim, ki rečejo, da ste zelo delovni, predani in lojalni tudi do vašega političnega mentorja, gospoda Stojana Auerja, a na drugi strani kdaj tudi naivni, zaletavi? Ja, jaz sem predvsem zelo delovna in resnicoljubna in pa v prvi vrsti sem tudi mama. Kar se pa tiče gospoda Stojana Auerja, pa bom povedala ne prvič, ampak verjetno že 100-tič. Gospod Stojan Auer je za to mesto v preteklosti naredil več kot marsikdo tukaj sedaj stoječ. Gospod Stojan Auer
gospod Stojan Auer je tudi nekdo, ki je leta 2006, ko se nas je kar nekaj mladih izbralo, da bi želeli za to mesto nekaj narediti, dal svoje ime, svoj denar in svoj medij. In jaz nisem nekdo, ki zarine kol v hrbet nekomu, ki mu je kdaj pomagal. Hvala lepa. Gospa Petelinova, kaj je vrednota, na katero v življenju prisegate in je pod nobenimi pogoji in v nobenih situacijah ne izneverite? Delo. Delo je ključnega pomena. Če imaš to v sebi, potem imaš, dela se ne da priučiti. Rada pa bi povedala samo kolegici Iskri, jaz kandidiram samo s podporo Mariborčanov in Mariborčank. In stojim za tem, ne podpira me nobena stranka, tako da si ne dovolim, da mi nekdo podtika laži oziroma da me strankovsko opredeljujemo. Vem pa, da kot županja bom mogla povezati vse stranke, liste, ker to je ključ do uspeha, da Maribor zraste, da bo Maribor spet lepo, čisto mesto, da bomo imeli čudovit zeleni park in tudi prostor, kjer bo se lahko sprehajali svoje hišne ljubljenčke. Gospod Šega, kako se obnesete, ko je treba sprejemati nepriljubljene ukrepe? Kako se obnesete, ko je treba sprejemati nepriljubljene ukrepe? Nepriljubljenih ukrepov ni potrebno sprejemati. Kot predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije na eni in politik na drugi strani bi se lahko večkrat znašli v konfliktu samim seboj. Kaj bo torej prevladalo? Pokončnost ali pragmatičnost? Ne, vsekakor pokončnost in načelnost prevlada vedno, predvsem pa tudi poštenje. Tega sem se vedno držal. Spomnite se, da sem spomladi z veliko pomočjo vaše hiše Prihrano občini okrog 8 milijonov evrov, izgubil pa službo, skoraj izgubil službo pa zaradi tistih, ki pa imajo telefona od ministra in so me zašpecali. Gospod Arsenovič, katera beseda vas najbolje opiše kot podjetnika? Brezkompromisen, nepopustljiv, zahteven, impulziven, deloholik, perfekcionist, estet? Vse. Ste takšni torej tudi kot župan, brezkompromisen, nepopustljiv? Nepopustljiv, sigurno, kadar bo treba zagovarjati to, kar se bomo skupaj dogovorili. Kako svojim zaposlenim, imate jih 80 menda, pokažete, da jih cenite, jih plačate bolje od konkurence? Tudi to. Imamo izobraževanja, team buildinge, druženja izven službe. Mislim, da so kar zadovoljni, nekateri so z menoj že 25 let. Hvala lepa. Gospod Kangler, verjetno veste, da je v času vašega mandata nastal seznam tako imenovanih kanglerizmov. Se vam je to zdelo tedaj žaljivo ali pa se je kateri tudi vam zdel simpatičen in zabaven? Sam se recimo spomnim, religiozno bomo kontrolirali avtobusne vozovnice, pa da nimo na bregu leve in desne Drave, ali pa, ko vam je piranski župan na vaše vprašanje, kje je rojen, odgovoril v Gani, ste mu vi rekli, daj povej, kaj bom te vgibal. No, to glih ni bilo tako, ker niste bil zraven, pa ne veste. To ste vi razlagali. Bom še enkrat razložil. Kar se tiče kanglerizmov, tu je politično vprašanje. Takratna članica takratna članica SD-ja je delala diplomsko nalogo iz tega, kar je žalostno. Jaz sem pač porodil Štajerc, Mariborčan in tudi se tako izražam. So se vam zdeli žaljivi ali se vam je kateri zdel tudi zabavni? Ne, imate kakega na zalogi, recimo, za nas danes tukaj? Ne, nimam. Kar se pa tiče gospoda Bosmana, pa je bilo na skupščini skupnosti občin Slovenije in seveda sem pač bil vljuden do njega in sem ga povprašal. Poslušaj, odkot pa imaš ti korenine, Pa on rekel, ogani, Kako ne oganim, Tako je to bilo, Hvala lepa. In še zadnja beseda nocoj aktualnemu županu, gospodu Fištravcu. Katero darilo ali priznanje, ki ste ga prejeli kot župan, vam največ pomeni in kaj je bil najbolj zabaven trenutek vašega županovanja doslej? Dva darila. Prvo darilo je bilo Euroliga pa Champions League v tem mandatu.
Drugo darilo je pa bilo darilo leta 2014, ko je bil tisti velik žled in je hotelir v Kamnici odprl svoj hotel za vse tiste, ki niso mogli domov, ki so imeli poškodovane domove, pač dokler stvari niso bile sanirane. To mi je prišlo k srcu. Kaj pa zabaven trenutek? Zabaven trenutek? Ja, to pa se je zgodilo v enem vrtcu na Slovenskem zajtrku. Sem bil tja povabljen, pridemo, otroci že sedijo, maslo, kruh, mleko. Jaz bi pa moral z njimi jesti, ne? Otroci nehajo jesti, vzgojiteljice postanejo živčne, ravnatelj postane živčen. Kaj zdaj, otroci jejte. Tem se pa ena mala obrne pa reče, čevlje ima. In potem sem si sežil čevlje in smo pojedli slovenski zajtrk. Tako, spoštovane kandidatke in kandidati, cenjeni gostje v dvorani, gledalci na Večerovi spletni strani in BKTV, to je bilo prvo Večerovo soočanje pred letošnjimi županskimi volitvami v Mariboru. Drugo soočanje pripravljamo 14. novembra, predtem bomo vnovič objavili tudi raziskavo javnega mnenja, ki nam bo verjetno že dokončno povedala, ali bo Maribor dobil župana v prvem krogu 18. novembra ali v drugem 2. decembra. Volilno tekmo bo uredništvo Večera še naprej pozorno spremljano, vabljeni torej k branju, tudi na naši pravkar prenovljeni spletni strani, kjer smo prav Mariboru v rubriki Moj Maribor namenili še dodatno pozornost. Spoštovane kandidatke in kandidati, srečno v kampanji še naprej, cenjeni bralci in gledalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč.